Dober dan, lepo pozdravljeni. Prav lepo bi pozdravil tukaj v naših vrstah najprej kranjskega župana, gospoda Boštjana Trilarja, potem kranjskega podžupana, gospoda Borisa Vehovca, potem direktorico mestne uprave, gospod Senjo Vraber. Potem, ko grem že po protokolu po občini, bi pozdravil še predsednika krajevne skupnosti, gospoda Aleksandra Pavšlarja. Živa. Potem bi pozdravil naše goste, ki so danes tukaj, gospod Jano Tolja iz mestne občine Koper, iz zavoda Otok, ki bo danes glavna govornica in vam bo predstavila primer dobre prakse iz občine Koper. Potem bi predstavil predstavnike Spirita, ki so nekako ta projekt, bom rekel, prepoznali kot zelo dober in so se priključili, bom rekel, kot soorganizatorji tega, mislim, da tokrat prvega dogodka in nameravajo v bistvu tega dogodka naprej delati tudi program na nivoju Slovenije in bodo kar predstavniki Spirita potem povedali, kako so si to zamislili. Se pravi, gospa Irena Meterc, pa lahko še vi, gospa Aleša Kavčič, se pravi gospe iz Spirita. In potem bi vas pa rad prav lepo pozdravil vse tiste, zaradi katerih smo se danes pravzaprav zbrali tukaj, se pravi vse predstavnike gostincev in trgovcev, ki ste danes tukaj. Še posebej bi tukaj izpostavil gospoda Milana Vasiljeviča, ki je nosilec pobude za ustanovitev gostinsko-trgovskega ceha v Kranju. In pa vsi gostinci pa trgovci, ki ste danes tukaj, hvala vam vsem, ker ste prišli. Jaz tukaj bi rad povedal, da je bilo pismo, vabilo na tole srečanje danes poslano na 125 naslovov gostincev in trgovcev v Kranju, da je bilo vabilo poslano približno 14 dni pred dogodkom, se pravi, bi jaz temu rekel pravočasno po protokolu, in da smo iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj tudi poklicali vsakega posebej, ki je bil povabljen, in ga še posebej prosili, če bo lahko prišel danes na tole srečanje. Tako da dobili smo uradno 8 potrditev, kar je pač neko dejstvo, ki ga sprejemamo, in jaz upam, da v prihodnosti, da se bomo srečevali v večjem številu, predvsem, da bo več gostincev in trgovcev, ker je to namenjeno vam, oziroma gostincem in trgovcem, tudi kaj danes tukaj ni. Tako da to bi imel zdaj v bistvu za uvod. Pričakujem eno tako lepo delavnico, predvsem pa bi se zahvalil tudi našemu kamermanu, ki bo danes to delavnico posnel, ker mogoče je bil glavni razlog, da se niso mogli gostinci, predvsem pa trgovci udeležiti tega srečanja v večjem številu v tem, da je to organizirano danes dopoldan, da je mogoče tako, da ima vsak svojo trgovino in je sam zadolžen za to trgovino in mogoče ta čas ali pa termin ni bil najbolj primeren. Zato smo se odločili, da bomo ta dogodek posneli in ga potem tudi objavili kot webinar na naši spletni strani, tako da kdor zaradi časovne stiske ni mogel biti danes tukaj, si bo potem lahko to tudi ogledal na spletu. Dogodek je zamišljen pa tako, da bo glavno predavanje, ki ga bo imela gospa Jana Tolja. To predavanje bo trajalo tam približno uro 15 minut, to bo predstavitev dobre prakse iz Kopra. Potem vas bomo pa vse skupaj povabili na druženje v našo kavarno, na rogljičke in kavo. Še preden pridemo do predavanja, bom pa prosil za besedo najprej kranjskega župana, gospoda Boštjana Trilarja, potem pa še predstavnike Spirita, da bodo povedali vsak svoje videnje tega dogodka. Hvala, dobrodošli in predajam besedo naprej. Župan, gospod Boštjan Trilar. Hvala lepa. Dober dan in prav lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Kranj. Ale mikrofon je res primeren, če ni vse v redu, se lahko tudi skriješ za njega, je tako velik. Ne glede na udeležbo, sem jaz zelo vesel, da tole zadevo, da smo speljali oziroma da jo bomo speljali, ker se mi zdi, da moramo, preden bomo lahko uspešno skupaj delati, najprej razčistiti nekatere stvari, ki se vlečejo v Kranju, pa tudi v ostalih občinah, po mojem mnenju, mojem osebnem mnenju, že leta in leta. Ena od stvari je, da se je treba vprašati ali pa razčistiti, ali pa ne nazadnje jasno povedati, kakšna je vloga države, pa kakšna je vloga občine pri pomoči gostincem in trgovinam.
Ker to je osnovno vprašanje, ena od zadev, s katero se spopada večina Slovenije, mogoče z izjemo Ljubljane, je kako napolniti mestno jedro, kako ga oživiti, kako ga polepšati in kako tem, ki vztrajajo v mestnih jedrih, konkretno v Starem Kranju, pomagati, da bodo lahko preživeli. Vsi vemo, da je šla razvoj trgovine in razvoj sveta popolnoma v drugo smer. Nismo mi prvi, ki se s tem srečujemo, pred 15 leti se je Avstrija, pred 150 pa mogoče Amerika. Dejstvo je, da so se nakupne navade spremenile, da so se ekonomski vzorci spremenili in ljudje radi kupujejo tam, kjer imajo neizmerno parkirnega prostora in kjer je vse na kupu. Žal je temu tako, ni to nič novega, ne? Tega se zavedamo, tudi ne bo se zelo hitro spremenilo. Saj vidimo bolj razvite države, kako se to razvija. Vseeno, pa najprej iskrene čestitke vsem tistim, ki še vedno vztrajajo v jedrih za svojim poslom, gostinci verjetno lažje kot trgovine in poskušamo najti način, da jim pomagamo. Pri čemer je pa treba vedeti, da je prvenstveno naloga in občine, predvsem občine, zagotoviti infrastrukturo, poskrbeti za družbene dejavnosti, za šport, za socialo in tako naprej. Torej, prvenstveno infrastruktura in pogoji. Direktna pomoč je pa seveda strogo prepovedana, ne? Da bi občina karkoli direktno dajala gospodarstvu, je strogo prepovedana in če želimo kaj narediti, kot smo recimo dali pomoč za najem trgovin, pritličnih trgovin v mestu, moramo zaprositi dovoljenje za državo. Danes imam pripravljen sklep, da bomo subvencionirali obnovo fasad v mestnem jedru, tudi zato potrebujemo pomoč oziroma soglasje države. Skratka, občina in država imata v tem kontekstu omejeno moč ali pa tudi ne nazadnje omejen interes. Še enkrat pa poudarjam, Mestna občina Kranj in jaz na čelu bomo pomagali, ker utrip Starega Kranja, utrip mestnega jedra je zelo pomemben na vseh nivojih. Za turizem, za dobro počutje Kranjčank in Kranjčanov, za to, da ima mesto nek biser, ki bo ne nazadnje privabil tudi tujce in ta ekonomski krog zavrtel. Moramo se pa zavedati, oziroma tisto, kar bi jaz dal kot glavno sporočilo, da morajo pa gostinci in trgovci prvenstveno poskrbeti, da se to zgodi. Prvi in odgovorno. Ne smemo, ali pa jaz mislim, da ni prav, da pričakuje, da bo pa zdaj, ko nekaj zaškriple občina dala denar, ker ga ne bi mogla. In zato mi je ta pobuda, ta koprski primer meni osebno tako dober. Ker zgodilo se je naslednje, da so se gostinci in trgovci združili v neko društvo. Tako kot je recimo gospod Vasiljevič je dal pobudo za ceh, seveda malo provokativno, ker je že v redu, meni je to všeč, ker s tem tudi neko pozornost, nek baz naredi. Tukaj je šel pa še en korak dlje. Namreč društvo ima nek status, ki mu omogoča dve izjemno pomembni stvari. Prvo so finance. Vkolikor je društvo ustanovljeno, lahko v skladu z odloki o sofinanciranju kulture, športa, ne nazadnje dejavnosti, lahko dobi sredstva za svoje delovanje, s čimer že vzame zadeve v svoje roke. Se odloči, ne vem, koliko denarja to bo, je pač odvisno vsakoletnega razpisa, ampak se lahko odločijo, mi bomo s tem denarjem naredili glasilo, mi bomo s tem denarjem naredili dogodke, mi bomo s tem denarjem prenovili cesto, če karikiram. Tisto, kar se njim zdi najpomembneje. In ni treba prositi občine, ni treba iskati sredstva od sponzorjev, ni treba pričakovati od države, ampak imajo to moč. In druga moč je, da so kompetenten sogovornik občini, da imajo težo. Če neko društvo predstavlja 80% vseh gostincev in trgovcev in če njihov predstavnik pride k županu s konkretnimi predlogi, se lahko stvari zelo hitro premaknejo. In to dvoje je ključno. Seveda je pa tudi s tem prevzeta ena velika odgovornost, ker če temu društvu pa ne uspe nekaj stvari, se pa tudi lahko pojavi nezadovoljstvo in nekdo kaže kazati s prstom, to je pa vedno tehtnica. Tako da jaz bi zelo, zelo podprl ta koncept. Koncept očitno v Kopru tudi zelo dobro deluje, kar jaz iz tega, kar so mi povedali, razumem je, da potrebujejo nekoga, ki je res gonilna sila, v tem društvu, ali predsednik, ali predstavnik, ki ima širino, ki je uspešno delal, ki je videl pol sveta in ki ima to voljo, da jih združi in tudi zadeve pelje naprej.
Tako da moje sporočilo bi bilo, dajte zelo resno prisluhniti, Tomaž, računam, da boš tudi poskrbel, da si bojo vsi tole ogledali. Garantiram, da če gre zadeva v to smer, boste imeli na občini dobrega poslušalca, dobrega sogovornika in tudi sredstva se bodo našla in potem bomo lahko skupaj zadevo naredili. Če vam samo konkretno povem, ko sva se z gospodom Vasiljevičem prvič sestala, ko je prišel na osnovi sestanka ceha, je bil rezultat objava dogodkov oziroma utripavkanja v Kranjskih novicah, ki ima doseg 22.000 gospodinjstv. Tukaj ga imate tudi na stolih. Potem, da bi en del Kranja oživili, kjer še čakamo finančno konstrukcijo, ampak zelo hitro smo to zagrabili. V glavnem od 9 točk smo 3 ali 4 zelo hitro rešili. Tisto, kar je bilo meni izjemno ključno, da je to prišlo od vseh, da je bilo strukturirano in da je bilo tudi finančno ocenjeno. Ker na koncu, dame in gospodje, se vse začne in konča pri evrih. Ne pri prostorih, ne pri reklami, kar hočemo narediti, je treba spremeniti v evre in potem spraviti v občinski ali katerikoli drugi proračun. Jaz žal na predstavitvi ne bom mogel ostati, vam pa želim prijetno delo. Prosim vas, da vsako stvar začnete pozitivno, konstruktivno, da se zabavate, da se smejite, ker potem boste tudi veliko lažje delali. Se že veselim rezultatov in tudi računam, da bo na koncu tudi v Kranju povzet ta dober model iz Kopra, torej da bo ustanovljeno društvo ali pa ceh, kakorkoli mu boste že rekli, da bo to sformalizirano in da bo tudi potem neko predstavništvo, ki bo imel konstruktiven dialog z občino. To sem pripravljen ne samo sprejeti, ampak tudi intenzivno podpreti. Hvala lepa. Ja, hvala, župan gospod Boštjan Trilar. Zdaj pa vabim predstavnike Spirita, če se lahko kar tukaj mi pridružite in vam predam mikrofon, tako da če lahko poveste, kako ste si zamislili zdaj vlogo Spirita. Jaz zelo pozdravljam, da ste pristopili k temu projektu zraven, tako da mogoče tudi za vse, zdaj tukaj gor je Spirit, je Koper otok, je vse je samo, glavnih organizatorjev ni tukaj gor, ne? Glavni organizatorji smo bili v bistvu mi, se pravi Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, pa gospa Tolja iz Zavoda Koper otok oziroma iz Mestne občine Koper. Vsekakor pa vam predajam zdaj mikrofon, pa prosim povejte nam, kakšna je zdaj vloga oziroma bo vloga Spirita države na tem projektu. Najlepša hvala. Me veseli, da ste se udeležili tudi, se mi zdi, ne v tako majhnem številu, predvsem, kot je bilo omenjen, ključni predstavniki te lokalne skupnosti. Tako da zdaj Spirit je ta projekt koprske občine spoznal lansko leto, ko se je predstavil projekt tudi v okviru Evropske nagrade za podjetništvo in je prejel v Bruslju tudi posebno nagrado za dobro prakso. Tako da mi smo se v letošnjem letu odločili, da to podpremo in okužimo tudi druge predele Slovenije s to idejo oziroma s to potjo, ki si jo je občina Koper zastavila. Uspeli smo pridobiti sredstva strani Ministrstva za gospodarstvo in pač v obsegu, ki ga imamo, bomo v letošnjem letu lahko naredili 8 takih delavnic po Sloveniji. Prva je danes tukaj v Kranju. Jaz verjamem, da bo to pomagalo oživiti ta stara mestna jedra po Sloveniji. Mi je všeč tudi ta istočnica, ki jo je župan prej omenil, da je treba razčistiti med sabo vloge, tudi predvsem je pa velik poudarek na trgovcih oziroma na podjetnikih, da si to res želijo in da se zavedajo, da je veliko tudi na njih. Predvsem mogoče okrepiti to sodelovanje, ki je za Slovence malo neznačilno ali pa netipično in imamo težave s tem. Tako da skozi to vrstne projekte mislim, da se da to spodbuditi. Potrebno je veliko srečanj in sodelovanj na tem področju, tudi dialogov. Odpirale se bojo mogoče tudi kakšne rak rane, ampak mi smo to letos začrtali, če bojo učinki dobri, bomo šli prihodnje leto v nadgradnje tega, razvili mogoče kakšne programe usposabljanja za mestne menedžerje in ponudili mogoče tudi kakšne ukrepe oziroma spodbude v tem smislu. Zdaj, kar se tiče vloge agencije Spirit kot nacionalne agencije,
Če govorimo o teh lokalnih podjetnikih, ki mogoče ne gledajo niti ne tako globalno, kljub temu smo v pomoč z brezplačnimi podpornimi storitvami, tako za podjetnike, ki razmišljajo o začetku svoje dejavnosti, kot tiste, ki so že trdno v dejavnosti, pa so mogoče nekje na poti se malo ustavili in ne vejo kako. Imamo različne podporne storitve, podjetnikom so brezplačno dostopne, s kakršnimi koli vprašanji, ki se srečujejo podjetja, se lahko obrnete neposredno na agencijo Spirit preko mailov ali portalov. Imamo pa tudi razvito podporno mrežo na lokalnem okolju v okviru VEM-točk in inkubatorjev. Lahko dobite to osnovno podporo oziroma usmeritve, kam po pomoč oziroma kire institucije so pristojne, da vam s konkretnim problemom pridejo naproti in pomagajo. Tudi, ko je župan omenil v zvezi s kakimi ovirami, ki so stvar države, smo nekako institucija, ki zbiramo s terena te administrativne ovire, mogoče prepreke v kakih predpisih, ki potem ovirajo podjetja, da bi se pokrenila naprej. Tako da tudi tukaj je dobrodošla kakršnakoli informacija z lokalnega nivoja, pa lahko mogoče pomagamo naprej do resorjev, da se zadeva mogoče v zakonih popravi ali pa kakšna stvar pospeši. Tako da tukaj jaz vidim vlogo Spirita, kaj več o naši dejavnosti lahko na spletni strani vidite, ali se pa obrnete neposredno na nas oziroma kolege. Hvala lepa. Dajmo še en aplavz za Spirit, za državo. Zdaj, mogoče za tiste, ki toliko ne poznate, ko sem jaz rekel, da bo tukaj zdaj zraven še Spirit, so naši tako rekli, še turizem bo zraven. Tako da zdaj Spirit je nekaj časa združeval in turizem in podjetništvo, zdaj šel pa, mislim, da v zadnjem letu, šel pa turizem ven iz Spirita in je Slovenska turistična organizacija pač spet samostojna državna agencija, tako da Spirit je pa tudi samostojen, da tako rečemo, in se ukvarjate še naprej s podjetništvom, tako kot ste se prej. Tako da jaz sem vesel, da je država pristopila zraven, hvala. Hotel sem pa preden predam besedo našim gostom iz Kopra povedati še to, da to, kar sem jaz videl do zdaj, je to, da v Kranju ponavadi, ko se gleda na ta problem, o katerem bomo danes govorili, ali pa izziv, se pravi o tem, kako oživiti mestno jedro, tukaj izgleda tako zelo kranjski. Mi, ko smo tukaj v Kranju, izgleda, kot da je Kranj, ki ima edin ta problem. Ko pa gremo na srečanja TCM, kot jim rečemo, oziroma za Town Center Management na državnem nivoju, pa ugotavljamo, da je to problem, ki je skupen tako rekoč vsem mestom v Sloveniji. In na zadnjem srečanju smo gostili goste iz Avstrije, ki so nam lepo predstavili, da je to enak problem oziroma je bil problem v Avstriji, s katerim se pa oni soočajo oziroma ga rešujejo že 25 let. Se pravi, tukaj nismo, bom rekel, Kranj kot eni osamljeni, bom rekel, sredi planeta, ampak v bistvu gre za neko problematiko, ki je skupna, precej širš, se pravi in na nivoju Slovenije in na nivoju Evrope. S tem, da lahko tudi povem, kaj so rekli Avstrijci. In sicer so rekli, da smo Slovenci naredili tukaj v 5 letih toliko, kot so Avstrijci prej v 20 letih. Samo da so oni v teh zadnjih 5 letih naredili še en korak naprej in rabimo mi ujeti zdaj še ta priključek. Tako da tudi tukaj obstajajo možnosti, se pogovarjamo tudi z gospodarsko zbornico za en tak projekt prenosa dobre prakse. Jaz upam, da nam bo uspelo to narediti že v letošnjem letu. Gre pa to za en evropski projekt, kjer lahko dobimo tudi evropska sredstva, da bomo v bistvu prenašali prenose, se pravi dobre prakse iz Avstrije na slovenska mesta. Mogoče za zaključek tega še to, da nekateri pravijo ali pa pravimo, da problemov ni, da so samo izzivi. Jaz mislim, da gre čisto za drugačno formulacijo. Če mi govorimo o problemu, potem je to ena energija, če pa mi ta problem uspemo spremeniti v izziv, je pa to čisto drugačna energija. Tako da dajmo zdaj mi to gledati kot izziv. To, kar sem pa jaz napisal kot uvodnik v ta časopis, ki ste ga tudi vsi tukaj dobili, se pravi Utrip Kranja, bi rad povedal, ja, to je zdaj prva številka. Želimo si, da bo to mesečnik, ki ga bodo dobivala vsa kranjska gospodinjstva na dom. Ta je zdaj na 8 straneh, se pravi izhajal bo na 8 oziroma na 4 straneh. Predstavljal bo to kranjskim, gorenjskim gospodinjstvom, kaj se dogaja v Kranju in tukaj je tudi prostor
za gostince in trgovce, da lahko predstavljajo svojo ponudbo. V tej številki je bilo to narejeno testno, se pravi, en del ponudbe je bilo že predstavljeno, bo pa, kot pravim, to mesečnik in časa bo še dovolj, da se lahko vsa ponudba predstavi, da se lahko predstavi tudi promocijske akcije in tako naprej. Tako da to, kar sem še hotel reči v zvezi s tem, jaz bi tudi predlagal, da se mi pridružite v tem, da nehamo govoriti, da oživljamo mestno jedro, da dajmo tudi temu procesu neko drugačno ime. Jaz mislim, da je treba reči, da mestno jedro živi, da Kranj živi, da Kranj močno utripa. To, kar je tukaj noter napisano je, jaz sem pogledal v našo spletno aplikacijo, v Kranju smo imeli na tisti dan, ko sem to pisal, 24 dogodkov v naši spletni aplikaciji. En dan prej 21, naslednji dan tudi 21. Če imamo mi 20 dogodkov vsak dan v Kranju, to ne pomeni, da je mesto mrtvo. To pomeni, da je mesto živo, da mesto utripa in rabimo to nekako tudi ponotraniti, rabimo to povedati tudi en drugmu, rabimo to povedati Kranjčanom, rabimo to povedati Gorencem, rabimo povedati Slovencem, rabimo povedati turistom, ker vsak bo rad prišel v mesto, ki je živo. To bi imel za uvod tega, zdaj pa predajam naprej. Besedo hvala našim gostom, gospa Jana Tolje, pa pozabil sem povedati še gospod Miran Košpenda, naša gosta iz Kopra. Dobrodošla. A je bil tudi povedali še nekaj? Ja, pridite. Ja, pridite povedati. Ne, sem mislil, da ste skupaj. Ja, izvolite. Zato pa deluje, da se človek pomatra. To so me naučili v Ljubljani. Jaz vam vse pozdravljam, sem bivša Kranjčanka in se moram Kranju zahvaliti za super krasno, lepo brezskrbnoštvo tamle na planini. Tako da Kranj poznam, Kranj razumem, nisem čist, bom rekla, birokratska Ljubljančanka. Se zavedamo v bistvu preko gospe Tolje vseh teh težav, tudi drugih mest, ne? Ljubljana funkcionira v eno smer, druga mesta v drugo. Ko ste omenili turizem, je ravno ta projekt priložnost, da se mi kot Spirit povežemo spet s turizmom, probamo na tem delu kljub njihovi izločitvi ta projekt razvijati naprej. Zato smo v bistvu tudi, a ne, tlele v zadnji za mano, bom rekla, skupni trud naših in mojih sodelavcev, si zamislili en takle logotip. V bistvu srce mojega mesta naj bi izražalo ravno to, da vsako mesto ima svoje jedro, to jedro more utripati, more živeti in poganjati celo mesto. Vabimo tudi vse, ker ste rekli, ne, da boste sodelovali pri prenosu dobrih praks z gospodarsko zbornico. Absolutno v prihodnosti mislim, da taki projekti so lahko podprti tudi s pomočjo naše agencije. Se pravi, več, ko imate sredstev z različnih strani, več je možnosti, da stvari uspejo. Radi bi slišali informacije z terena. Želimo delovati tako oddaljeno, ljubljansko, birokratsko. Zelo si želimo imeti kakšne informacije, kot je že naša vodja povedala, se pravi z terena, ker edino tako lahko programe naredimo za vas. Zdaj, mi smo velikrat omejeni pač za stališči ministrstva, ki so taka kot so, zato je tudi toliko posod naših logotipov, ne, ker pač se mora povedati, da je to financirano z njihove strani. Vendar resnično, če ne bi bilo ljudi, kot so gospa Jana Tolja, pa tudi ljudi na podjetniško-trgovski zbornici v Ljubljani, ta projekt ne bi prišel do te točke, kjer je danes. Ne. Tako da jaz se zahvaljujem vsaj tistim, ki ste si danes vzeli čas. Ne bom rekla, da sem razočarana, da ni število večje, ker to razumem, tako kot ste povedali, pač razlogi so taki ali drugačni, tudi gospodu županu, da si je vzel čas, ker to pomeni, da verjame v ta projekt in če imate tako podporo, takega sogovornika, potem bo sigurno to uspelo. Tako da tale logotip naj bi pa spremljal, jaz upam, da se bo tudi Kranj o njemu najdel, mečkam ga moramo še vizualno dodelati, to je čisto idejni osnutek, ki vam ga danes predstavljam. In upam, da boste mi povedali, kateri barvi se vi vidite kot Kranjčani. Tako da pričakujem kakšno informacijo, tako da prijetno delavnico vsem. Se pa seveda zahvaljujem magistru Štefetu, da nas je tako lepo sprejel. Se tudi opravičujem, ker smo zadevo, vam povem, da danes je prvič in se še malo lovimo, ampak bomo zadevo tudi, kar se tiče vas kot soorganizatorjev, definitivno popravili. Jaz bom prosila, če greš na to stran, ker res slabo vidim na monitor. Skušala bom biti čim bolj konkretna in hitra, ker vem, da sama sem pač podjetnica bila in vem, kako je čas dragocen. Zato bi kar uvodoma
povedala, da je ta dobra praksa, ki jo imamo mi v Kopru, pravzaprav posledica oziroma začela prav z prihodom potniških ladij. Torej, da se nekaj premakne, se mora zgoditi en dogodek. Zdaj, potem, ko bom govorila tudi v praksi v Avstriji pa ostalih mestih, so tam drugačni dogodki, ki so to spodbudili. Pri nas je definitivno prihod teh potniških ladij naredil to, da smo začeli razmišljati, da moramo v mestu nekaj spremeniti. Ko uporabljamo mi besedo oživljanje mestnega jedra, je to za Koper bilo dejansko zelo primerno opredelitev, ker Koper je bil dejansko skoraj, recimo, da pred enimi 15 leti, če je komu guma počela, je čisto slučajno pred Koprom je šel, ko pa drugače v Koper ni prišel. Torej, če gremo od začetka, kaj so pravzaprav, kaj ta TCM pomeni. Mi smo si recimo faze predstavitve razdelili na 4, torej, kaj TCM pomeni, oziroma imenovali smo ga management mestnih središč, MMS, ampak se je ta TCM že tako nekako uveljavil, da v principu stalno to besedo uporabljamo. In vsebina je razdeljena seveda, kaj je TCM, kakšne so prakse v tujini, kakšne so trenutne prakse v Sloveniji in kako vi to združevanje trgovcev lahko vidite tukaj v Kranju, oziroma kako si vi predstavljate, da bi bila ta interakcija med lokalno oblastjo in med podjetniki uspešna. Torej, ta prva zadeva, ki je zelo pomembna, je, zakaj smo se mi tega sploh lotili, oziroma kateri so glavni vzroki, da je do tega, kaj pač imenujemo oživljanje mestnega jedra, do teh vzrokov prišlo. Zagotovo je največji problem v tem, da so se začeli delati najprej veliki shopping centri oziroma nakupovalna središča, če lahko tako rečem, v obrobju mest. Ta drugi problem, ki je nastal, je sigurno upad kupne moči, torej gospodarska kriza je tudi naredila en velik negativni korak v tej smeri. Temu primerno seveda se je začel zmanjševati obisk v mestnih jedrih, ker so shopping centri oziroma ti obrobne središča ponujala bistveno nižjo ceno izdelkov, ki so lahko tudi dvomljivega izvora, in ljudje, če nimajo denarja, seveda grejo tja, kjer je zadeva nekoliko cenejša. To je privedlo do tega, da so se začeli poslovni prostori zapirati in posledično seveda selitev družbenega in poslovnega dogajanja izven mestnih središč. Zdaj, odgovor na to je sigurno TCM, torej nek menedžeriranje mestnih središč in način drugačnega razmišljanja. Tako kot je župan uvodoma povedal, so se s tem problemom srečali v razvitih evropskih državah že bistveno pred nami, torej nekje v letih 70, se je pravzaprav TCM razvil v Veliki Britaniji. Tam je bilo najbolj drastično opaziti, kakšne hude posledice so nastale ne toliko v velikih mestih, ampak v tistih manjših mestih, ravno zaradi teh središč oziroma nakupovalnih središč, ki so kompletno uničile oziroma v celoti spremenile navade potrošnikov. Seveda je bilo treba najti način, kako začeti reševati te probleme, oziroma katere so tiste osnovni prijemi, ki bi lahko pripeljali do tega, da bi se ta trend zaustavil. Ne glede na to, v kateri državi je to, ali to bila Anglija, Nemčija, Avstrija, in na kakšen način so se lotevali reševanja problema, kak je bil način organiziranja, je vsem tem mestom so značilne, imamo pravzaprav ene najbolj skupne točke. Torej, najprej skrb za ohranjevanje in razvoj mestnih jedrov, to so čisto vsa mesta bila pred tem izzivom, da se zavzemajo za ekonomski, socialni in kulturni razvoj mestnega jedra, da se združujejo partnerji z različnih področji in ne samo torej, trgovci in gostinci, ampak da vidijo tudi v lokalni oblasti nekega sogovornika oziroma nekega soustvarjalca politike mesta, da je treba iskati v tem mestnem jedru nove priložnosti in da je treba tudi skrbeti
pri nas recimo smo nekako začeli o tem razmišljati zaradi zunanjih vplivov, ampak v ljudeh, ki v teh mestih živijo in ki vztrajajo, je treba tudi najti načine, kako jih stimulirati in kako jim omogočati, da v teh mestnih jedrih seveda ostajajo in da tudi živijo sebi primerno oziroma neko normalno življenje. In pa seveda, kako ta mestni marketing tudi nekako finančno in mu pomagati, da v osnovi, ko začenja, ima neko bazo, na kateri graditi. Kot sem prej omenila, enotnega modela TCM-ja ni. To boste morali recimo v Kranju ali pa tudi v ostalih mestih sami najti, kje je tisti model, ki vam bo najbolj odgovarjal, oziroma kako pride do tistih idej, da bodo enim in drugim, ker tukaj je izrednega pomena, in to bom v celi tej moji prezentaciji večkrat poudarjala, da če se ne dela, torej v sozvočju z lokalno oblastjo, je težko karkoli premakniti. Ne samo to, druga zadeva je izredno pomembna, je ta, da najdete v svojem okolju, tako na lokalni ravni, kot tudi pri trgovcih, prave ljudi, ki so, kako bi rekla, imajo neko empatijo med sabo, se morajo med sabo razumeti, ker ne glede na to, kakšen dober program imamo, koliko dobrega denarja imamo, oziroma koliko veliko denarja imamo, če se ljudje med sabo ne razume, nimajo nekih osnovnih skupnih ciljev, se stvari ne bodo premaknile. To se je recimo v evropskih modelih marsikje pokazalo, da ni zmeraj problem denarja, problem je volje in nekega medsebojnega sodelovanja. Tako da tukaj vam polagam na dušo, no, če tako rečem, ker govorimo iz lastnih izkušenj, ne govorim ravno na pamet. Mi smo imeli recimo v Kopru kar nekaj teh mestnih menedžerjev, ki naj bi sodelovalo s trgovci in so se nam pri treh se nam je definitivno sfižilo, če lahko po domače rečem, ker ni bilo empatije med ljudmi. Trgovci tega menedžerja niso sprejeli kot nekoga, ki bi lahko v njihovem imenu bil sogovornik z občino. Odkar imamo gospoda Mirana, moram reči, da so se te stvari ne samo 100-1000% poboljšale, ker obstaja točno skoraj dnevni kontakt trgovcev z, mi ga sicer imenujemo koordinatorja, ampak odvisno zdaj, vsaka občina si je pač tega človeka zamislila drugače, ampak načeloma govorimo o mestnem menedžerju. Kar se tiče oblik in definicij, če recimo boste malo pogooglali ali pa greste malo pogledati na spletne strani, je imenovanje tega tako imenovanega TCM-ja izredno različno, torej vsako mesto, vsako področje ga imenuje drugače, obstaja pa TCM recimo na nekem evropskem nivoju, kjer so različne vrste teh tako imenovanih TCM-jev združeni v neko krovno organizacijo. Tu je samo primer, recimo, kako poimenujejo to v Veliki Britaniji, kako to Italijani počnejo, Nemci ali pa Avstrijci, pa tudi recimo ostala mesta, Francozi so precej daleč v teh poimenovanjih. Samo prezentacijo bova midva z Miranom si malo delila, malo bo on povedal zadeve, nekje se bom jaz spet vključila. Sem se pa hotela samo na začetku, ker sem pozabila opravičiti, mi smo gradivo, tako kot je predstavljeno, pripravili, ga dali tudi tiskati, vse uredili in danes zjutraj, tako da ne boste mislili, da v Kopru vse funkcionira. Je bilo 8:30 dogovorjeno, da nam material dostavijo in da bi ga vam tudi med vas razdelili, ampak gospod je seveda veselo prišel tam krepko pred 10. uro in mi da so bila že daleč na poti, tako da, če boste tako prijazni, mi imamo tlele upisane, če boste pustili s vaše mail naslove, vam jih bomo seveda po spletni pošti tudi poslali. Jaz bom ta del predala Miranu, pa potem, že pa še nekaj, če želite recimo med samim predavanjem kaj vprašati, absolutno, tako da lahko prekinete, če kakšna stvar se zdi zanimiva ali pa bolj interesantna, tako da z velikim veseljem vam skušala odgovoriti. Sam to vprašal, misliš, še ta mailing lista na okrog? Tako pozdravljeni še z moje strani. Jaz bom na hitro preletel morda ta bolj dolgočasni del predavanja, to malo tudi teorijo TCM-ju in tako dalje. Sprav, kot je rekla Jana, oblike in definicije so različne, v vsaki državi se malo, kako države se med to razlikujejo.
Če začnemo morda z definicijo TCM, kot jo poznajo v Veliki Britaniji, tam deluje ta organizacija ATCM, to je nacionalna organizacija, ki povezuje vsa mesta, ki so aktivna na tem področju. In videli boste nekako rdečo nit, da vedno je bistveno povezovanje javnega in zasebnega sektorja, spravi sodelovanje med podjetniki in lokalno oblastjo, ali to mestna uprava ali kakorkoli že, in v bistvu tvori nekega partnerstva za doseganje skupnega cilja. Tako naprimer tudi tukaj v Veliki Britaniji TCM definiran kot koordinirana projektna iniciativa za doseganje atraktivnosti mestnih središč, ampak v bistvu je partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem za doseganje boljšega in bolj zanimivega mestnega jedra za prebivalce in za podjetnike ali pa morda investitorje. Italijani zadevo poimenujejo Centro Commerciale Naturale ali pa v bistvu to bi se prevedlo v naravni nakupovalni center, po logiki, da je mestno jedro dejansko prvi in originalni shopping center, ki je kadarkoli obstajal, vsaj v zgodovini. Pri njih je večji poudarek v bistvu na trgovcih in na maloprodaji, medtem ko se naprimer v Avstriji ali pa v Belgiji Town Center Management nekako ima nek širši mandat in v večji meri upravlja tudi druge vidike. Naprimer v Avstriji je značilno, da se skozi TCM izvaja mestni marketing in tako podobno. V prvem, narejen bi tudi prvi evropski projekt na to temo, to CEMA, katerega naloga je bila priti do neke evropske definicije. Tako tukaj ta definicija je predvsem uporabna z tega, ker združuje vse poglavitne značilnosti. Torej nekako v fokusu je razvoj mestnih središč, je neka formalna ali pa neformalna oblika javnega in zasebnega sodelovanja, ki vključuje številne deležnike, zagotavlja nekako izvajanje skupne vizije strategije, je proaktivno in inovativno in finančno ga podpira tako javni kot privatni sektor. Spravi, to so nekatere glavne značilnosti, recimo, če povzamemo. Ker te TCM-ji se razvijajo lahko nekako bolj v formalni smeri ali pa v neformalni, lahko je prvenstvena vloga javnega sektorja ali pa je bolj poudarjena vloga privatnikov. In tukaj so naprimer različni primeri. Če se vodi TCM preko občine, vsaj tako je na začetkih, ko se vzpostavlja, je večja vloga nekako občine, ki spodbudi na začetku, je to bolj na javnem. Na to nekako z razvojem je pa vsaj trend v tujini, da se TCM vedno bolj premika v to, da so mestni trgovci in gostinci vedno bolj avtonomni, samostojni, samoiniciativni in se potem tudi njihova vloga poveča. Tako tudi oblike TCM-ja znotraj recimo občin ali pa njihove organizacije je lahko raznolika. To se lahko izvaja v okviru združenja podjetnikov, to je nekakšen primer, kot ga imamo v Kopru. Lahko je to, pogosto je to tudi DO podjetja, dejansko se ustanovi podjetje prav na to temo. Lahko pa je to pozicija ali znotraj kabineta župana, znotraj občine, lahko so tudi potem še druge oblike. Morda bi ti tle malo več še o mestnem menedžerju. Ja, torej, tako kot je Miran povedal, oblike so lahko zelo različne. Zmeraj je treba vedeti, kaj si mi pravzaprav pod mestnega menedžerja predstavljamo. Načeloma je tako, da v Avstriji, Nemčiji, v Veliki Britaniji, pa tudi v Franciji je mestni menedžer skoraj tretja ali pa recimo četrta najmočnejša funkcija v občini, kar pomeni, da imamo župane, da imamo direktorje mestnih uprav in seveda mestni menedžer je tisti, ki koordinira dejansko celotno zgodbo malega gospodarstva ali pa gospodarstva z občino. Kar pomeni, da vse, kar se recimo na gospodarskem področju mestnih središč dogaja, je potem posledično tudi vpliva na blagajno, torej na občinsko blagajno. Tu gre pri nekaterih mestih, gre zadeva že skoraj tako daleč, da mestni menedžer oziroma odbor, ki vodi ta mestni marketing, tudi odloča, kdo bo v mestno jedro oziroma v staro mestno jedro prišel s kakšno ponudbo oziroma kdo je tisti, ki bo te prostore lahko dobil ali celo jih kupil. Tako da tako daleč so te organizacije na svetu
razširjene. Torej, preko smo imeli, kakšen naj bo profil mestnega menedžerja, je izredno pomembno, da ima to empatijo, torej, da je človek odprt za ideje drugih, da ni neka avtoritarna oseba, da zna poslušati, kaj mu povem, tudi potem primerno seveda oblasti, če lahko tako rečem, zadeve, ki bi jih želeli trgovci in gostinci v svojem delu poslovanja doseči preko občine. Tako da tukaj se mi zdi ta pogovor med ljudmi izredno pomemben. Če tega odnosa med ljudmi ni, je potem izredno težko narediti kakšen pameten premik naprej. Potem tudi recimo, kako se mestnega menedžerja zaposluje, to je zopet odvisno od vsake občine, kako si to zamisli. Torej, kot smo na začetku rekli, modela, da bi ga lahko direktno prekopirali, na vašo realnost ni. Jih je pa več, ne. Recimo pri nas imamo mestnega menedžerja oziroma koordinatorja zaposlenega na občini, delno se ga plačuje preko raznih projektov in programov ali pa evropskega denarja, ki ga dobimo za različne projekte, delno ga lahko financira tudi Zavod Koper Otok, ker naš združenje trgovcev je samostojen zavod, drugje je recimo, v mojem primeru smo začeli ta projekt delati z mano, sem jaz pač zaposlena v kabinetu župana, torej je to eden izmed tistih projektov, ki jih jaz drugače vodim, med ostalim in potniški terminal, mednarodne odnose, in je tudi to prišlo pač v moj delokrog. Ampak moje delo je bolj, ko bi rekla, v vlogi nekega povezovanja, ampak tistega konkretnega, direktnega dela z trgovci je delo mestnega menedžerja oziroma koordinatorja. No in vse recimo zadeve, ki so vezane na projektno vodenje, je seveda njegovo delo, torej usklajevanje, priprava raznih dokumentov. Vse potem, ko bomo govorili o koprski praksi, vam bom o tem povedala nekoliko več. Torej, mogoče bi jaz Veliko Britanijo morda, ne vem, preskočila, če par besed povedal, kako so Angleži organizirani, pa se bom pol nekoliko bolj posvetila Avstrijcem, ki so takoj blizu. Samo na hitro že, ker so pač Britanci začeli s tem konceptom. Seveda zadeva ni ravno primerljiva s Slovenijo v celoti, so velike razlike. Pri njih je pa zanimivo to, da imajo že v zakonu o lokalni samoupravi možnost tako imenovanega BID-a oziroma Business Improvement Districta, ki je zanimiv z različnih vidikov. Naprimer, BID se ustanovi na pobudo trgovcev lahko v določenem geografskem območju, to je mestno jedro, kjer potekajo v bistvu volitve med podjetniki, nek referendum, ali se ga uvede ali ne. Če se ga uvede, je njegov mandat 5-letni in ponavadi to pomeni potem 1% davek več za podjetnika, ki se nameni tej organizaciji, ki potem izvaja promocijske akcije in ta town center management v imenu podjetnikov. In potem bomo res na hitro, naprimer tukaj je primer enega manjšega mesteca, kliče se Skipton, kjer so prav tako ustanovili Business Improvement District, v katerega so vključeni vsi deležniki iz mestnega jedra. In naprimer pri njih je ta 1% davek, jim zagotovi nekako skoraj 200.000 evrov letnega budžeta. To za Slovenijo je posebno primerljivo, ampak večino podjetij dejansko plačuje 50 evrov letno tega davka in potem v okviru tega izvajajo številne aktivnosti, spravi marketing, kot je branding mesta, izvajajo razne prireditve, promocijske akcije in podobno. In potem so tukaj še razni drugi primeri malo večjih mest, Northampton ima podobno in še ostale mesta, ampak morda je Avstrija res bolj primerna. No, za Avstrijo je zadeva taka. Mi, preden smo se lotili tega projekta TCM, smo začeli prav v okviru Podjetniško-trgovske zbornice iz Ljubljane, tako imenovan pilotski projekt 3 velikih mest v Sloveniji, torej Ljubljane kot glavnega mesta, Celja in Kopra, in še 2 mesti v drugem projektu, Jesenice in Velenje, in smo na pobudo CIME, gospoda Rolanda Moraverja, ki se s temi zadevami v Avstriji ukvarja že skoraj 25 let, šli na ogled različnih praks
mest, ki so uvedle TCM, pri čemer so nekatera mesta bila skoraj kompletno izpraznjena in seveda na licu mesta pol tudi videli in slišali, na kakšen način in kako so se seveda tega problema lotili. Torej, morda je treba vedeti, da za razliko od Slovenije so Avstrijci, pa ne me zdaj narobe razumeti, ne, ampak bistveno bolj disciplinirani pri tem, kaj morajo državi dati in kaj ne morajo. Ne. Jaz ponavadi zmeri, ko predstavim koprski primer dobre prakse, zmeraj povem, da je treba zelo jasno, tako kot je tudi župan na začetku povedal, ločiti, kaj je lokalna skupnost in kaj so trgovci in podjetniki. Ne smete nikoli razmišljati, da je občina krava molznica, torej da jo je treba pomolsti in pol. Torej, zmeri so zadeve take, da imamo mi svoje interese na eni strani, trgovci na drugi, ampak imamo tudi kar nekaj skupnih interesov, ki jih je treba znati pravilno nekako komponirati v projekt. Pri recimo Avstrijcih je pomembno to, da so vsi trgovci, mislim, da je to določeni zakoni regiji oziroma odloki, ki jih oni tudi verjetno imajo, da se denar, ki ga recimo pobirajo z strani reklam, ki jih imajo v svojih trgovinah, za turistično takso, ki jo imajo in se jo tudi pobira, z procentom od prihodka, del tega gre tudi v določene namene, se s tem denarjem v veliki večini tudi financirajo te tako imenovani TCM-ji. Zato je ta primerjava med Slovenijo pa med Avstrijo v tem delu morda nekoliko, ni ravno tako primerljiva. Če recimo gremo v mesto Wels, jaz sem si par podatkov zapisala, pa bom jih prebrala. Torej, mesto Wels je pravzaprav drugo največje mesto na zgornjem avstrijskem in ima 65.000 prebivalcev, tako da je nekako primerljivo s Koprom, s Kranjem, s temi recimo nekoliko večjimi mesti, ki so ob Ljubljani. In so se tudi soočali s tem klasičnim vprašanjem, s katerim se soočamo tudi mi, kaj narediti z mestom, ki je popolnoma postalo izpraznjeno ob nastopu teh velikih nakupovalnih središč ob mestih. Torej, oni so tako ogrozili trgovce v samem mestnem jedru, da jih je pravzaprav 65% skoraj nehalo delovati, oziroma trgovine so se zapirale in seveda so se politični možje v tem mestu soočali z eno največjih problemov, kaj pa zdaj. Izseljevali so se, mladih ni bilo več, študentarija je bolj ali manj bila vse posod okoli samo v tem mestu, ne. In so, tako kot smo mi rekli za Koper, da smo imeli zunanji izziv, torej prihod potniških ladij, je to mesto bilo zmeri izredno pomembno sejemsko mesto. Torej, in so se odvijali na tem področju vsake 2 leti največji kmetijski sejmi na področju Avstrije in oni so recimo to dejstvo izkoristili ravno v namen, kako začeti razmišljati drugače in vračati v samo mestno jedro trgovce in jim omogočati, da začenjajo, da se mesto začenja na nek drugačen način razvijati. To je bilo tudi prvo mesto, ki je vzpostavilo Town Center Management, je sicer leta 1995. Ustanovili so TCM družbo z omejeno odgovornostjo, ki pa je bila v 100% lasti občine. In so jo razdelili na 2 enoti, razdelili so jo na mestni marketing kot posebno enoto in seveda na turizem. Vse skupaj je pa dejansko v začetkih financirala občina. Kasneje, ko so postavili oziroma tiste najbolj osnovne pogoje delovanja, so začeli se financirati iz različnih virov. Najprej iz občinskega proračuna, to je bilo vsako leto je en del denarja v občinskem proračunu, mislim, da še zmeraj predviden za mestni marketing, iz prispevkov podjetnikov, privatnikov, ki so svojo dejavnost opravljali prav v starem mestnem jedru, glede na
vrsto dejavnosti, so bili tudi te prispevki različni, tudi tisti, ki imajo malo večjo trgovino in normalno plačo nekoliko več, majhni podjetniki seveda nekoliko manj in pa so tudi naredili posebno kategorizacijo tistih podjetij, ki so delovali na področju turizma. Torej tam so pobirali tudi en določen odstotek od profita, ki ga je seveda podjetnik oziroma podjetje moralo plačati v TCM. Iz turistične takse, ki je bila v celoti integrirana v TCM, torej niso je delili tako, kot se recimo dogaja pri različnih občinah tudi v Sloveniji, in poleg tega so v TCM prispevali tudi vsa podjetja in privatniki, ki so želeli preko TCM-ja tudi uveljaviti neke določene privatne interese. Normalno, recimo, zgodilo se je, da so banke ugotovile, da jim je v velikem interesu, da podjetniki poslujejo preko bank in so bile pripravljene vložiti dejansko v TCM del denarja in se s tem tudi promovirati. Je pa res, zdaj, ko vam povedala, s kakim denarjem oni upravljajo, smo mi že, to je pri nekaterih občinah skoraj proračun. Torej, iz tega naslova so v kasnejših letih nabrali skoraj 2 milijona evrov letno. In to so pa cifre, ki seveda lahko zelo, zelo veliko pripomorejo k razvoju mestnega jedra. Torej, razmišljali so tudi o tem, da imajo svojo grafično podobo, promocijo mesta seveda na vseh spletnih straneh, na sejmi in so tudi soorganizatorji vseh večjih prireditev. Torej, brez TCM-ja dejansko se v tem mestu ničesar ne more dogajati. Ne tako, kot imamo recimo pri nas, kako bi rekla, prakso, da se v istem dnevu dogaja 100 stvari in leva, desna ne ve za lev. Pri nas recimo Portorož je tipičen primer takšnega načina razmišljala, da se ne ve, kateri organizatorji so in kaki so dogodki. To je bilo o tem mestu, mogoče še nekoliko bolj podrobno bi šla sicer na še eno mestece, ki se mi zdi izredno zanimivo in sicer, samo se opravičujem, je to mestece Ens, 11.000 prebivalcev, gre pravzaprav za eno mestece, ki je bilo praktično kompletno izumrto oziroma je komplet izumrlo. Predvsem, kako bi rekla, mesteco kmetij, torej kmetijsko področje, zelo veliko je pokrito z gozdovi in je ta gospod Moraver, ki smo ga nekateri tudi spoznali, se zelo, kako bi rekla, konkretno vprašal tudi trgovce, kaj si oni pravzaprav predstavljajo, kaj je tisto, kaj bi bilo potrebno v tem mestu narediti, da bi bili trgovci zadovoljni. Z začetki leta 2004, oziroma začeli so bistveno prej, ampak 2004 so začeli sistematično praktično imeti razgovore z vsakim trgovcem posebej, z vsakim deležnikom, ki je bil pripravljen nekaj prispevati k razvoju tega mesta, kaj in na kakšen način si predstavljajo, da bi lahko tudi lokalna oblast nekaj na tem področju naredila. In ta drugo vprašanje je bilo, ko prihaja turist ali pa zunanji obiskovalec v to mesto, kaj bi pravzaprav lahko vsem tem mestu sploh počel? Kako lahko nekdo, ki pride v eno popolnoma opustošeno mesto, kaj lahko sploh pričakuje od tega mesta? No in ravno tako se je zgodilo, da se je ta TCM ustanovil v obliki posebne družbe, v tem primeru zopet ustanovljene z strani občine, in pa seveda turistične organizacije, ki je že skoraj zamirala, ampak v tem projektu sta se nekako najdla in so se združili. Financiranje seveda so dobivali v začetku najprej z občinske blagajne, kasneje pa je sistem postajal podoben, kot je bilo prej glede na prejšnje meseco, ki sem vam ga predstavila, vendar so tukaj temu mesecu dodali eno novo dodano vrednost. Zaradi tega, ker je mesece izredno majhno, strnjeno, ampak izredno zanimivo, moram reči, da je bilo eno bolj fascinantnih mest, ki sem jih jaz videla, so predlagali, da bi to mesto postalo oziroma da bi promovirali eno gibanje, ki je v svetu že zelo poznano, nastalo je iz projekta Slow Fooda in se imenuje Čita Slow. Torej, to je slogan,
ki je nastal, torej gibanje je nastalo leta 1999 v Italiji, sedež ima v Orvietu in dejansko predstavlja nek lagoden način življenja. Torej, kako lahko ljudje, ki pridejo v to mesto, uživajo v mestu, čas ni več pomemben, torej se lahko lepo sprehodijo, imajo zelo veliko dobrih tipičnih gostiln, zelo veliko galerij, torej mestece, kjer prideš dejansko uživati. In mestece je potem se razvijalo in je postalo, moram reči, eno najbolj obiskanih mest v Avstriji pod sloganom Mesto dobrega življenja. Torej, hočem vam povedati, ne, da vsako mesto, tudi v Sloveniji, mora pri sebi najti, kateri je tisti motivator, zaradi katerega, dobro, pri Kranju to verjetno ni noben problem, ampak imamo kar nekaj manjših mest v Sloveniji, ker se človek vpraša, zakaj bi pa nekdo prišel recimo v Zgornji Duplek. Torej, najti je treba noter med nami sami neko vrsto, ali pa recimo tudi, ne vem, en simbol mesta, okoli katerega se spletajo zgodbice. In ta tretje mesto, ki se mi zdi tudi izredno pomembno, ampak je že nekoliko večje, je pa mesto v Nemčiji, torej v spodnjem Bavarskem. To je mesto Passau, šteje tudi približno, mislim, da ima nekaj več kot 50.000 prebivalcev. Tam tudi TCM deluje že od leta 1995. No, pod okriljem tega mestnega marketinga tu imajo pa malo drugačno zasnovano zgodbo, so pa združili torej mestni marketing, turizem, city marketing pa so torej samo tisti osnovni center mesta in pa Passau event, torej vse torej zadeve, ki se dogajajo okoli prireditev v ta kompleten TCM. Bavarska ima problem v tem, da imajo lahko samo, mislim, da 8-krat na leto odprte trgovine preko vikendov, sobote in nedelje in oni so veliko večino največjih dogodkov skoncentrirali razno v teh 8 tednov in takrat je cel Passau praktično, kako bi rekla, zaprt in se samo, kako bi rekla, trgovine vse odprte do polnoči, imajo, za njih je pomemben ta red bag day, torej vsi imajo te torbice rdeče, se sprehajajo po tleh, so posebni simboli, kjer nakazuje, kako je ta shopping pot po noči, oziroma od kje naj začnejo, kje se zaključuje način kupovanja, pa seveda cel kup teh njihovih city gutscheinov oziroma kartic, ki jih uporabljajo za popuste in tako naprej. Tako da je Passau morda tudi, kar se Nemčije tiče, bil izredno zanimiv z tega stališča. V Italijo bi kar spustila, mislim, da je pač Italijani so, kar se tega tiče, najbolj napredni ravno pri promoviranju nakupovanja in dogodkov, ki se v mestu dogajajo. Bi pa mogoče šla jaz kar pomalo, ker vidim, da smo že kar precej dolgi, na prakso v Sloveniji, oziroma samo, če mi daš tudi prejšnji slajd, kako smo se nekako združili oziroma katere so tista mesta, ki so k temu projektu pristopila. Tukaj imamo sedaj 13 mest, moram pa povedati, da imamo trenutno pol še nekaj mest, ki so zainteresirane, da bi pristopile temu nacionalnemu združenju TCM-ja, to je zdaj Piran, Ptuj, Maribor in Kamnik. In taka izobraževanja oziroma, bom rekla izobraževanja, ampak taka predavanja pa predstavitve, ko jih imamo danes tukaj, bomo tudi imeli do konca meseca, pa potem še v jesenskem času v ostalih mestih in nekako skušali ta naš TCM dati na nacionalno raven, predvsem zaradi tega, ker, kot smo prej omenili, to, kar je tudi gospa Aleša Kavčič poudarila, je to, da če je država v tem načinu razmišljanja prepoznala in dober projekt, ne samo za Koper, ker pač smo bili takrat prvi, ampak za celo Slovenijo pomeni, da nam lahko pri razvoju in pri pomoči, torej tako finančno, pa tudi v promocijske namene lahko stojijo ob strani in vsaj jaz in tisti, ki pač delamo na teh projektih že nekaj cajta izredno zadovoljni, ker sami na nacionalni nivo dvigant te projekte je malo narodno. Torej država vseeno mora ob teh stvareh stati ob strani in seveda podjetnikom, pa tudi občinam, da spoznajo oziroma da vidijo, da imajo v podjetnikih izredno močen potencial, jim seveda tudi pomagati.
Torej, kar se tiče, kako smo mi začeli, sem prej omenila, da so bile te 3 pilotska mesta, torej Ljubljana, Celje in Koper, in za svetovalno podjetje smo imeli CIMO in je naredil neke vrste SWOT analizo za vsa ta 3 mesta in ugotovil, kaj bi za vsako mesto bilo najbolj potrebno. Seveda je zmeraj izhajal iz situacije v Avstriji in zelo težko je bilo potem dati v realnost to, kar je on predvidel. Recimo, mislim, da za Koper ali za Ljubljano, za Koper je predvidel en budžet od 200.000 evrov. Ko sem jaz to županu povedala, pa sem še malo znižala, je rekel, če sem padla s hruške. Tako da absolutno na takšen način začeti s takim velikim budžetom je bilo nemogoče. Smo pa začeli z 10.000 evri. In seveda od tu naprej, pomalo, korak po koraku, smo ugotovili, da tudi z relativno malo denarja se da kar precej stvari narediti. Je pa res, da si moraš pol v realnosti, v kateri delaš, najti pravilen model. Pri nas seveda smo ugotovili, da je najbolj pametno ustanoviti zavod Koper otok, zaradi tega, ker so trgovci ugotovili, da so pri teh zadevah dokaj neodvisni od občine, so nekako neformalno združenje in so lahko recimo zelo dober partner občini ravno zaradi tega, ker imajo eno pravno formalno obliko. In seveda je absolutno večja učinkovitost sredstev, ki jih pri tem dobivajo. Zakaj je pomembno, da so zavod? Predvsem zaradi tega, ker lahko kandidirajo za sredstva, ki jih občina razpiše. Torej, glede na projekte, ki jih občina pripravi, je seveda bistvenega pomena, da so tudi razpisi. Zdaj občinarjev sicer ne vem, če kdo iz občine tukaj, ampak v glavnem, ko pripravljamo tudi mi razpise, tudi malo smo pozorni na to, kaj bi trgovci radi naredili in se razpisi nekako prilagodijo njihovim potrebam, predvsem pri pripravah raznih prireditev, promocije določenega dela mesta, v glavnem tako, da ko se prijavljajo, da se ta sredstva lahko pravilno tudi razdelijo. Pri teh promocij seveda je izrednega pomena to, da se trgovci enovito predstavljajo, torej da delamo skupno promocijo mestnih jeder, da so dogodki skupni, tako tisti, ki jih dela mestna občina Koper kot trgovci, torej delamo z roko v roki, ker so potem seveda cilji, ki hočemo s tem doseči, v tem primeru bistveno večji, ne samo to, skupine, ki jih dosegamo, ker se promocije delajo tudi preko spletnih strani, e-Koper ima svoj časopis, trgovci imajo svojo spletno stran in so tudi na Facebooku prisotni. Tako da so te cilji, kar mislim, doseženi bistveno lažje. In še nekaj drugega je, zavod Koper otok se z mestno občino pa z regionalno razvojnimi centri lahko enakovredno kandidira pri evropskih sredstvih. In nekaj takega smo mi tudi že uspeli narediti. Miran je seveda pa te stvari najbolj sodeloval. Vam bo mogoče par stvari tudi o tem povedal, kako se da z temi sredstvi pol tudi samo organizacijsko strukturo izboljšati, pa tudi s tem denarjem kaj pametnega narediti. Hvala, Jana. Torej bi zdaj kar prešli morda na malo bolj detaljno ali pa bolj praktično, kaj v Zavodu Koper otok delamo. Torej, nastali 2011 v okviru tega TCM pilotnega projekta. Leta 2013 se je oblikoval samostojni Zavod Koper otok. In nekako od takrat naprej se je zgodba kar lepo razvijala. Tukaj ima tudi en graf članstva podjetij. Trenutno združujemo približno 55 trgovin in lokalov, vključujejo spravi in trgovce in gostince in ostale ponudnike iz centra mesta, ki želijo sodelovati in ki so prepoznali nekako vrednost sodelovanja tudi manjših ekonomskih subjektov za pač lažjo promocijo in tudi malo kontriranje shopping centrom. Se pravi, Zavod Koper otok je bil ustanovljen kot privatni neprofitni zavod, 6 podjetij iz centra mesta ga je ustanovilo. Želi delovati kot nekako predstavniško telo mestnih trgovcev pri tem, da zagovarja interese mestnih podjetnikov, se pravi trgovcev in gostincev pri mestni občini Koper in želi biti njen partner pri upravljanju zadev vezanih na mestno jedro, ker vse te zadeve in spremembe, ki jih občina naredi, je dobro, da so informirani tudi recimo trgovci in gostinci, da razumejo, s kaj se gre in da lahko morda daje kakšen pameten predlog zraven
ki bo tudi njim izboljšal poslovanje. Torej, zdaj samo financiranje Zavod Koper Otok nima ravno velikih sredstev. V veliki meri se financira z razpisi občine Koper, predvsem z razpisom za sofinanciranje prireditev, kjer se trgovci skupaj prijavijo in organizirajo neko svojo prireditev. V okviru te potem se izdajo tudi skupne brošure in podobno. Uveden pa je bil tudi mesečni prispevek 10 evrov, se pravi približno, mislim, točno 120 evrov letno na podjetje, ki se prispeva v budžet Zavoda Koper Otok, pri čemer gre to v celoti za izvajanje skupnih aktivnosti. Zavod Koper Otok ne zaposluje nobenega, vsi, ki delujejo v njem, so tudi podjetniki in delujejo na prostovoljni bazi. Prispevek pa gre povsem in izključno za namene spravi izvajanja skupnih aktivnosti, promocij in dogodkov. Spravi podpora občine Zavodu Koper Otok je precej raznolika. Ena od zelo pomembnih zadev za mestno jedro je bilo znižanje najemnin, katerega je občina, nekako to je bila pobuda, ki je prišla s strani trgovcev in ki jo je občina upoštevala in sprejela in je za 3 leta zmanjšala najemnine poslovnih prostorov v svoji lasti v mestnem jedru, kar je v bistvu samo drugačen pristop temu, kar imate tudi že v Kranju z subvencioniranjem najemnin. Potem so tukaj še pomoč pri vključevanju projektov, prireditve in podobno. Tukaj je nekaj primerov, recimo tiskovin, ki so jih trgovci sami skupaj izdali za svojo promocijo, od raznih kupončkov, vodičev po mestnem jedru, prireditev in podobno. Naprimer, tukaj je en lep primer Miklavževega sejma. Naprimer, ta letak, ki je tukaj gor, je v bistvu bil poslan kot priloga s položnico komunale, ki je šla na vsa gospodinjstva. Tukaj se je Zavod Koper Otok uspel ob podpori občine dogovoriti s komunalo, da je priložila ta letak z oglasom Miklavževega sejma, na katerim je sodelovala tudi komunala, ki ga je organiziral Koper Otok in hkrati je imel pa tudi neko, recimo, marketinško vsebino z nekim popustom od 5 evrov tam v kotičku. In to je naprimer pa sedaj primerek ta zadnjega vodiča, ki se je bil pripravljen za potnike s potniških ladij, tako da vidite, naše mestno jedro je tako v obliki kroga ščita. Glavnina trgovcev se nahaja v Čevljarski ulici, nekaj na Kidričevi in Župančičevi. In tudi v našem mestnem jedru, naprimer, stvari niso enovite za vse. Naprimer, predvsem tale priobalni pas, naprimer izrazito, kjer imamo tudi manj članov pridruženih. Na priobalnem pasu je veliko več dogajanja in obiskovalcev, kot naprimer v notranjem delu, tako da se v Zavodu Koper Otok tudi trudimo organizirati prireditve znotraj mestnega jedra. Potem razne akcije, ki smo jih izpeljali, naprimer pred nekaj meseci smo naredili akcijo mreženja s kupončki, ki se je izkazala kot zelo poceni in učinkovita promocija. V bistvu sodelovalo je 20 trgovin in vsaka trgovina je svojim strankam ob izdaji računa dala naključno izbran kuponček z oglasom oziroma popustom nekega drugega ponudnika. S strani strank je bila zadeva kar lepo sprejeta, predvsem pa tudi s strani samih trgovcev, če ne drugega so malo spoznali ponudbo drugih, ker pogosto se tudi sami med sabo ravno ne poznajo. In takšen poceni in učinkovit marketinški ukrep. Kot je že povedala Jana, smo tudi na Facebooku in skupni spletni strani. Potem je bila narejen projekt izobraževanja za trgovce. Tukaj je v bistvu občina Koper financira tečaje in izobraževanja za mestne podjetnike. Kot je menila Jana, je kar velik ta pozitivna stran potnikov oziroma turistov s potniških ladij, pri čemer je bil problem predvsem morda starejših trgovin pri nepoznavanju angleščine in tukaj je občina Koper pristopila, financirala 2 tečaja angleščine za dejansko zaposlene v trgovinah, se pravi za prodajalke, za prodajalce, kar dejansko dviga konkurenčnost mestnega jedra, če lahko ti stranko nagovoriš v njihovem jeziku. Ja, narejen je bil potem tudi tečaj aranžiranja izložb, namreč v eni od anket, že v tistem pilotnem projektu, ne vem, če to velja tudi pri vas, je bilo za Koper izpostavljeno strani predvsem domačinov, da so izložbe izrazito socialistične in konzervativne, oziroma da jim to manjka. In zato je bil tudi izveden tečaj aranžiranja izložb s pomočjo aranžerske šole.
Velik problem, vsaj tako so ga percepirali podjetniki iz mestnega jedra, je parkiranje, ki je postalo plačljivo praktično skoraj da povsod. Tukaj je Zavod Koper Otok k stvari pristopil tako, da je kontaktiral edino garažno hišo, ki je v mestu in se dogovoril za skupno sodelovanje, pri čemer združenje podjetnika kot celota plača strankam trgovin iz mestnega jedra do 2 uri brezplačnega parkiranja. In to se naprimer financira iz teh 10 evrov prispevka. Garažna hiša da parkirno uro 50% ceneje kot po tržni ceni. In to je v bistvu neka dodana vrednost, dodatna ponudba, tako da če pride kakšna stranka z razlogom ne hodi v mestno jedro, ker ni nikjer brezplačnega parkiranja kot v shopping centru, je lahko vsaj ponudim odgovor, ni res, tukaj imate letak, tudi za vas je ta možnost. Tako je, spravi, garažna hiša je preuredila en parkomat in uvedla žetone, ki jih ta parkomat sprejme kot 1 evro. 1 evro je cena parkirane ure. Trgovine, ki sodelujejo, so prejele te žetone, potem zraven en v bistvu pravilnik, nekako navodilo, ko se to izvaja. Stranka mora parkirati v garažni hiši. In tam, ko parkira v garažni hiši, ima itak parkirni listek s sabo in mora opraviti nakup. Spravi, lahko nakup od 1 evro ali pa 20, to sploh ni pomembno. In stranka potem zaprosi, tukaj ima listek, vse za odkop. Kadarkoli recimo prihaja kakšna pobuda, ne govorim zdajle o trgovcih, ampak predvsem o obiskovalcih, zakaj se ne poslužujejo nakupov v mestnem jedru, je seveda odgovor, ja, ni parkirišč. In seveda, ko ti ponudiš odgovor, da to dejansko ni res, ugotoviš, da je to dostikrat bistveno manjši problem, kot se pol realno izkaže. Ugotovili smo, da recimo z vsemi temi težavami, ki se srečujemo v Kopru, ko smo najdli rešitev, so te težave bile za 60-70% v realnosti manjše, kakor takrat, ko recimo nismo imeli pravega odgovora. Tako da smo ugotavljali in pa tudi po drugih mestih ugotavljamo, da je morda pri nas fajn imeti težave, ne? Mi vsi imamo, ko pa najdeš rešitev, pa jih teh težav kar nekaj bistveno manj. Tako da je treba zmeri najti pravo rešitev za probleme, ki izgledajo veliki, pa pol v končni fazi niso takšni. Ne? Tudi to je bilo pri nas v Kopru dejansko, tako kot sem rekla, ne, da pač razen kakšnih potepuških mačk, pa kakšnega pijančka v Kopru, dokler seveda se Koper ni začel tudi infrastrukturno razvijati, skoraj ni bilo. Ne, mi se zdaj soočamo z problemom, ali se lahko uvrstimo kot turistično mesto. In očitno se bomo morali, ker so se tako drastično stvari spremenile v zadnjih 12 letih, da Koper, recimo, če primerjamo ljudi, kam prihajajo tudi iz centra Slovenije, jih zmeri več pride v Koper, v Portorož zmeri manj. Torej, očitno so se te trendi malo spremenili in je tudi to ponudba, atraktivnost mesta, čistoča. Recimo, če vam samo povem, mi delamo posebne ankete tudi pri potnikih potniških ladij, ko obiščejo naše mesto in prva zadeva, ki je na top, torej ta prva je prijaznost in čistost mesta in tudi to, da imamo varnost v vsakem primeru in da jim ni dolgčas, pri nas pa je mehno mestece, ne, tole po urcah praktično ti mesto obkrožiš, ampak je toliko živahnega dogajanja, da smo iz tega vidika moram reči, da ravno z Zavodom Koper Otok in s tem torej velikimi sinergijami, ki delamo skupaj, smo mesto dejansko spremenili v nekaj, da se danes resno soočamo s tem, da postajamo turistična destinacija, kar se ne bi nikoli mislili, da bomo, ne, ker je pa Luško mesto. Tako da, se pravi, če so narejeni pravi koraki, se naredijo lahko zelo veliki premiki v tem smislu. Glede ponudbe bi še kar pač z ulice nekako dobim informacije, še vedno so te kritike, da ponudba ni prava, ni dovolj raznolika. Morda manjka mestnemu jedru teh velikih svetovnih znamk, ki so v shopping centrih, v mestnem jedru razen ene par jih imamo, v večini ne. So pa ukrepi, kot je bilo znižanje najemnin, ko so tudi bili medijsko kar odmevni, so nekako spodbudili zanimanje za poslovnim prostorom v mestnem jedru. Tako da vsaj na teh glavnih ulicah se zgodi, da je kakšen poslovni prostor. Sam na primer, če se je pred 10 letmi ta prostor zaprl in bil zaprt nekaj let, se zdaj v roku nekaj mesecev odpre nekaj novega. Tako da vsaj ta fluktuacija oziroma frekvenca se je povečala in to lahko vidimo kot na primer eden od dobrih rezultatov
zadnjih let. Če nadaljujem pa z aktivnostmi Zavoda Koper Otok, med drugim izvaja razne prireditve z namenom, da nekako pomagamo pri večanju utripa v mestnem jedru, da predvsem domačinom damo nazaj ta občutek, da se v mestu pogosto nekaj dogaja in ne samo na obali, ob morju, pa tudi znotraj mestnega jedra, ter seveda tudi za samo promocijo trgovcev in Zavoda Koper Otok, ki se lahko izvaja skozi prireditve. Tako naprimer september otroški festival, za približno 2 tedna bo organizirana modna revija na Titovem trgu, namenjena tem manjšim butikom in trgovincam. Delajo se tudi razne manjše prireditve na pobudo članov, naprimer trenutno da bi v Sladku na odprtem bil en primer, ali pa petkovo dogajanje pivoteke v mestu in podobno. Ena od večjih prireditev Zavoda Koper Otok je nastala na podlagi dobrega sodelovanja z občino, pa Miklavžev sejem. Sedaj, vi na Gorenjskem imate verjetno drugačen zimski utrip, lahko si predstavljate, da na obali, če ima manj kot 10 stopinj, smo nekako vsi zadekani in doma. Tako da se kar trudimo to decembrsko dogajanje. Če je sneg, nas pa sploh ni nas pregleda. Ja, to. V glavnem, kar se je dogajalo, Koper je bilo tako, da občina je imela prireditev prižiga novoletnih luči, ki je bil dogodek, ki je potekal približno 1 uro, ki je napolnil trg. In zraven smo v bistvu z turizma občinskega prišla ideja, da bi ob tem organizirali še sejem. In tukaj se je javil Zavod Koper Otok kot možen organizator, tako da sedaj se stvar dela skupaj. Namesto 1 ure dogajanja smo zadevo razširili trenutno na 3 dni, dela se, da bo to enkrat prišlo na cel mesec, naprimer, če nam je vsaj Ljubljana tukaj zgled po decembrskem dogajanju, ali pa bomo probali nekako proti temu delati. In Zavod Koper Otok to organizira sejemski del, trži stojnice, njihov pridruženo podjetje seveda sodelujejo brezplačno, zunanji ponudniki plačajo, in potem sta sredstva vložijo v nek program, ki stremi k temu, da privabi čim več ljudi v mesto tudi v zimskem času. Občina da stojnice za stojn v uporabo Zavodu Koper Otok svojim članom, Zavod Koper Otok pa tisti del, ki ne uporabi za svojimi člani, trži in ta denar ostaja Zavodu Koper Otok. Tako da to je tudi pomoč, ni finančna, ampak ni direktna, ampak je indirektna finančna pomoč. Zavod za turizem obstaja v Kopru tudi? Ja, torej mi imamo turistično organizacijo Koper, ki je mogoče specifika v Sloveniji, je sestavni del mestne uprave. Torej ni ločen, ampak je prav v upravi in je... tako da... Se bilo govora pač o projektu, koordinatorju z mestno občino, pogrešal sem pa pač turistično društvo ali pa Zavod za turizem, nekako ni bilo nič omenjeno. Ne, to je dejansko sestavni del in je tudi ta glavni sogovornik. Ko govorimo mestna občina Koper, se v glavnem sodeluje z turistično organizacijo Koper oziroma z mano kot koordinatorjem pri kabinetu župana, ker je to sestavni del. Se pravi, to sem pozvala povedati. Še eno vprašanje, vi ste na občini zaposleni ali kako? Tako je. Gospod. V bistvu, zaposleni na občini, se pravi, občina financira moje delo za pomoč trgovcem. Ker izkazalo se je res, da, sami verjetno veste, ste podjetnik, da ob svoji dejavnosti je težko najti čas in za sestankovanje, tako da še enkrat hvala, da ste prišli, cenim, ker tudi v Kopru vemo, da je težko pridobiti sredi dneva in dejansko potrebuje nekoga, da jim pomaga, vse so tudi banalnosti, kot je, hoče narediti prireditev, pa potrebno dati dovoljenja. Zdaj, ali morda ne poznajo ali nimajo časa, tako da to je tudi ena oblika v bistvu podpore občine, da jim da človeka, ki jim nekako je suport pri njihovih aktivnostih. Tudi Zavod Koper Otok, pri tem, ko si že omenil, naredi generalno prošnjo za vse člane Zavoda Koper Otok, recimo pri uporabi javne površine. To se mi zdi zelo pomembno, to je naslednji slajd, in priloži torej vse člane in področja, kjer pač to javno površino potrebujo in pa datume. Torej, kadar imamo večje prireditve, za vse prihode potniških ladij se naredi en dopis. In odločbo oziroma dovoljenje dobi Zavod Koper Otok. Ne vsaka trgovina posebej, ampak glede na priloženo dokumentacijo velja za vse trgovine, ki so vključene v Zavod Koper Otok. Tako da to je kar, drugače morate vsak... Velika vloga je, recimo, Tako. ne vidim, Tako. velika vloga, ki jo pri nas recimo Zavod za turizem upravlja, Tako. No, sej... to dela z raznimi prireditami, Zdaj, še vedno v mestu so glavne prireditve tiste, ki jih organizira turistična organizacija. Naše prireditve trgovcev so na koncu manjšega ali pa srednjega obsega.
ker spet ne potrebuješ veliko ljudi, ki bi se s tem ukvarjali, podjetniki imajo svoje trgovine, nekateri zanesenjaki, hvala Bogu, si vzamejo in čas, voljo in vložijo v izvedbo prireditev. Ampak glavno prireditev naprimer je Sladka Istra ali pa Karneval, ko res privleče maso ljudi, to so prireditve, ki jih organizira, spravi turistična organizacija Koper. Koper je odprta samo Čevljarska ulica, svi ostali lokali smo prazni. Kidričeva, Županščeva, vse poznam. No jaz se ne bi strinjal. Kidričeva je problematična v enem velikem delu, vendar praznih lokalov na Župančičevi trenutno ni. In tudi na Čevljarski sta prazna. Govorimo o lokalih, ki so v lasti mestne občine. Tam, ko so lokali v privatni lasti, je to izredno, posegati v privatno lastnino je izredno težko. Ne tam, ker imamo mi možnost, da koordiniramo in so v lasti mestne občine, so vsi lokali polni. Ostalo je pa problem. Ker vse sami veste, ne, recimo, skušamo pomagati, tudi recimo zdaj smo pri nekaterih zadevah, tudi kar se tiče fasad pomagali, ampak jaz najemnine privatniku ne morem znižati, ne, če pač. Ja, to je, tako je, to bi se moral odlok sprejeti na nivoju občine, oziroma jaz se samo ene stvari bojim, ne, ker kadar posegamo, mi smo dali, tole, ko bi rekla, privatno lastnino na piedestal, če smo čisto pošteni. Če bi se kdorkoli recimo spotaknil na takšen odlok in šel na kakšno višje sodišče, ne vem, kako bi to prišlo skozi. Se pogovarjamo tudi na nivoju skupnosti občin Slovenije, da bi nekako unificirali to zadevo in za blazne lokale, ki jih ne oddajajo, dvignili davke. Ne? To je isto, kot je bila recimo pred časom govor o tem za velika zemljišča, je zelo veliko ljudi špekulativno kupilo zemljišča, ker so računali, da bo šlo v gradnjo, da bodo lahko prodali in imajo velike površine, neobdelane zemlje, ki kazi, mislim, obdorobje marsikakšnega mesta in jaz ne bom zdaj trdila, ampak mislim, da je v usklajevanju na vladi so te zadeve padle. Tako da je problem tudi na nivoju sodelovanja občin in države, kaj v teh primerih narediti, se pa z vami strinjam. Edino na takšen način lahko prisiliš privatnika, da če drugega ne odda morda pod nižjo ceno ali pa ne vem, vsaj neki uredi noter. Mi smo pred leti probali z privatniki doseči en dogovor, da vsaj dovolijo, da naredimo recimo kakšno razstave otroških slik, kadar so bili kakšne extempore, da nam dovolijo, da lahko vsaj izgleda nekako, ker imamo nekatere lokale, ki so grozni, jaz se z vami zelo strinjam. In se jih je nekaj odzvalo, ampak nekateri pa. In to je Kidričeva ta glavni problem, še posebej z una veliko. Ja, no, razen tisti zgornji del, vem, samo se pravim. Ja, ampak mi imamo od solastnika ta glavnega, ki ima največji delež, potrdilo, da lahko kupimo, ta manjši del pa noče prodati, pa smo spet tam. Tako da to je problem, ki je tudi v Kopru, ampak se pravim, probamo govoriti o tistih lokalih, ki so v naši lasti, na katere res lahko vplivamo in to nam je, hvala Bogu, uspelo, ne, ker prej je bilo pa še dosti slabše. Težko vam bom zdaj povedala, ker smo jih tudi nekaj prodali, ampak torej praktično cela Čevljarska je skoraj 70% v lasti, v občinski lasti in nekaj lokalov ob ta glavni upadnici, tako da jaz, če imam, kako? Ja, no, sigurno, več kot polovica lokalov, ki jih je, so, ja, ima jih okoli 55% sigurno je v lasti občine. V društvu so v glavnem so lokali, ki so torej v najemu, so pa tudi nekateri, ki so v lasti, tako da to je zelo mešano. Se pravi, pri vsaki občini naletimo na različne probleme. Recimo Piran je tipičen problem, praktično nima lokala na nivoju ceste, ki bi bil v lasti občine. Oni so leta nazaj vse to prodali, vse te kletne prostore, ki so bile dokaj
neurejeni in so zdaj nastali vikendi. Torej Piran ima velik problem. Zdaj, ko se soočamo, kako pri Piranu doseči, da bi se trgovci nekako povezovali, je problem, ker se vsak bori za tisti del, ki je njegov. Torej so ti interesi, ki jih imajo oni drugačni napram občini, kot je recimo pri nam. Se pravi, mi smo imeli to srečo, da nikoli ni bil Koper turistično mesto in takega velikega povpraševanja po teh lokalih ni bilo in je ostalo v naši lasti. Zato je ta model, ki ga imamo mi, zelo specifičen. Ne? Pri drugih mestih bo treba najti neke druge oblike, da bodo najdli, kateri so tiste skupne stvari, ki lahko vežejo lastnike trgovin in občino. Oziroma, kaj lahko občina v tem primeru ni, kje lahko pomaga. Pa nas je bilo to dosti lažje, tako da zato smo tudi tako verjetno daleč prišli v nekaterih stvareh. Ne? Pa je, če je občina lastnik lokala, potem malo dela z lokalom, kar hoče. Pri nas je pa občina prej najemnik lokala, kot pa lastnik v našem mestu. Jaz imam eno vprašanje, samo da to mi razčistim, ki nisem čisto dobro razumel. Če sem si prav zapomnil, je članov vašega zavoda 55 ljudi, da sem tu ta podatek si prav zapomnil. Tako je, približno. Če jaz prav razumem, je večina teh vaših članov najemnikov poslovnih prostorov v lasti mestne občine Koper. Verjetno vsaj polovica, ja. Vsaj polovica? Verjetno vsaj polovica. Kakšna je pa struktura recimo tega članstva trgovci, gostinci? A so to zdaj pretežno trgovci? Pretežno so trgovci, tako gostinci predstavljajo približno 20%, mislim, da od teh 55 jih je nekje 10 gostincev. Vse bomo potem na koncu dali nazaj na tisti zemljevidek, ta zadnji, ki smo ga naredili. Tako da omejitev glede ponudbe za članstvo v tem zavodu ni. Omejitev je v bistvu geografska, mora biti znotraj mestnega jedra, ki je v statutu definirano kot v okviru teh in teh ulic. Potem pa v bistvu važno, da je podjetje in da šli sodelovati. Ne? In koliko zdaj, če pogledamo, recimo, če bi pogledali celotno stari del Kopra, vse trgovine, to se pravi gostilne in tako naprej, koliko procentualno vaš zavod pokriva, bom rekel, podjetnikov, ki poslujejo v centru? A so to ocena, recimo, približno? Dobro vprašanje. Ja, Dobro vprašanje. Zato, ker veliko podjetij tudi na obalnem pasu, ne? Kjer je potreba po tem povezovanju pač manjša, zaradi večjega pretoka ljudi. Pa imamo tudi večje probleme, recimo pri tistih trgovinah, ki so kakšne franšize, recimo, ne vem, L'Occitane, ki ima v samem centru, ampak torej je zelo težko se z lastniki pogovarjati in se težko priključijo. Ne? Tako da teh problemov je. Tako, če bi dolga rekla, po moje jih zna biti proti 40%. Tako je, po mojem, če sključimo ta priobalni del, kjer je tudi veliko in samo to mestno jedro minus obala, bi rekel, da tudi nekaj polovica. 40% od tega, ki so vključeni. Pa ker se vključujejo, moram reči, da je ta številka, zdaj sicer piše 55, mislim, da smo dobili 3 nove, že da počasi prihajamo k 60, ker kaj je, ne, imajo določene prednosti, torej na samem potniškem terminalu, tam, ko imamo tudi svoj infocenter, smo tudi dali na posebno oglasno tablo, kjer se ti trgovci, ki so združeni v Koper Hotel, lahko direktno promovirajo. Tako da tudi en dodaten plus za njih in seveda to potem, če želijo, ne, imajo tudi možnost s svojimi lastnimi letaki ali v generalnem letaku, ki ga imamo. Poleg tega je še ena zanimiva zadeva, ki je zdaj prišla pobuda s strani ladjarja, oziroma smo jo že pred nekaj leti imeli, torej s to veliko podjetjem, ki se ukvarja z potniškimi ladjami, Royal Caribbean, je šla tako imenovana shop manager, ali ne vem, kako se imenuje, ki potuje z njimi na ladji po različnih trgovinah po Kopru in so ocenili, katere trgovine so tiste, ki bi lahko bile primerne oziroma zanimive za potnike in so napisali, so dobili posebno nalepko in na kateri je pisalo recommended by Royal Caribbean in torej to nalepko dali na trgovino, tako da trgovci potniki so seveda bili na ladji že obveščeni, katere so tiste trgovine, ki so morda malo bolj posebne in ista zadeva je zdaj prišla z nekimi drugimi podjetji, ki bi si na takšen želeli tudi začeli
da se promovirajo določene trgovine že na ladji in da potem te potnike točno usmerjajo. Ampak tu iščejo bolj lokalne zadeve, ne neke lositene ali kaj podobno, ampak nekaj, kar je tipično slovenskega ali pa tipično primorskega in bi tam radi potem dali neko quality značko, da bi seveda se to zadevo malo promovirala. Da ko prije potnik dol in vpraša za shopping, ga ne usmerjaš najprej v nakupovalne središča, ampak najprej mu ponudimo informacijo od Zavoda Koper Otok, tukaj je zemljevid trgovin v mestu, vam priporočam v mestnem jedru, potem da reči izrecno vpraša, kje je shopping center, seveda poveš, ne, ampak da ga probaš usmeriti čim bolj v center mesta. To je praktično vprašanje za Royal Caribbean. Ta usluga je, čisto bom rekel, pro bono strani Royal Caribbean in je namenjena v dobro oziroma za promocijo lokalnega podjetja. To, kar je bilo od Royal Caribbeana, je bila pro bono. Ne, pri Royal Caribbean je ta zadeva pro bono. Iz čisto preprostega razloga, ker je Royal Caribbean bil zelo interesiran vlagati v potniški terminal in je tudi torej eden izmed vice presidentom je porodil Slovenc z našim županom v izredno dobrih prijateljskih odnosih in to je bila neka taka naveza, da so to naredili dejansko pro bono. To, kar je pa sedaj, je pa seveda normalno bi želeli da bi trgovci plačali en določeno pristopnino k temu, ampak tistih trgovin, ki bi jih oni označili. Torej, takšen je nak plan. Ampak se pravi, to bomo s trgovci prediskutirali, videli, ali jih to zanima. Je pa treba povedati, da so trgovci v prihodu potnikov, ki pridejo v Koper, izredno zadovoljni z prodajo. Ta način oziroma dvig prodaje takrat, ko so ladje, se zelo, zelo močno pozna. No, se ve, ravno naslednji slajd je potniški terminal. To me zanima, ta vaš zavod ima kakšno aktivno politiko, recimo privabljanja tistih določenih deficitarnih dejavnosti, da tisto, kar vi ocenjujete, da vam primanjkuje v mestu, neke ponudbe. Če imate recimo prazen poslovni prostor, boste poskušali s kakšno aktivno politiko dobiti noter tisto vsebino, a samo nudite podporo pač tistim, ki obstoječim kot so? To je odlična stvar, ste izpostavili in v primerih teh, naprimer Town Center Management v tujini, je tudi to vloga Town Center Managementa, da prepozna, če se preveč, če se premalo, kaj manjka in da deluje v smeri, da tudi privabi ta pravega investitorja notri. Dobro, tega v Kopru še nimamo, Zavod Koper Otok kot privatni zavod tudi ne more ravno veliko narediti na tem področju, je pa nedvomno to ideal, da bi enkrat prišli do tega. Naprimer, če prepoznamo, da je preveč frizerjev na enem kupu, če se sprazni lokal, da poskušamo dobiti trgovino z obutvijo, če ravno primanjkuje. To je dejanska vloga, ne menedžerja. Menedžerja, ki bi te stvari menedžiral, kot sem na začetku rekla, je to, da je ena četrta najmočnejša funkcija lokalne oblasti. Torej točno to, da se odloča, kdo je tisti, ki lahko, ampak mi bomo še mogli kar delati na tem, da bomo do tega prišli, je pa seveda cilj, ampak ja, je pa tudi seveda vse odvisno, kakšno vlogo temu menedžerju mestne oblasti dajo. Odvisno seveda od recimo politična situacija, če smo... Ja, dobro. Še vprašanje zdaj, glede ladje. Kako pa ti ladje pridejo v Koper? Zdaj, da je to vaša spodbuda, to ne bi vsak dan. Torej, tako je, ko smo mi začeli z potniškim terminalom leta 2005, če se ne motim, je prišlo 18 ladij. V letošnjem letu jih imamo 70 in približno tam okoli 75 do 80 tisoč potnikov. Ladje prihajajo zelo različno, ampak mi smo to sezono uspeli podaljšati. Torej, prve ladje so prišle letos v marcu mestu in zadnja ladja pride 12. decembra. Torej, so ti prihodi med 10 do 12 ladij mesečno. Ostanejo samo en dan, ker pri nas je tranzitna luka, torej ni tako imenovani homeport, pridejo zjutraj okoli 7 ure in je različno. Recimo angleška, imamo eno družbo, Thomson, ki je v Kopru do 23. ure, načeloma pa ladje odhajajo med 6. in 8. uro zvečer, tudi imajo praktično ta
enodnevni postanek. Ja, absolutno prihajajo. Torej problem prihodov in zakaj imam tudi včasih kar nekaj kritike za strani nekaterih mest v Sloveniji, je ta, da imajo točno določeno, koliko ur oziroma koliko časa se lahko potnik v avtobusu v eni smeri vozi. To imajo posebno Američani zelo strogo določeno, tako da recimo do Ljubljane jih pripeljemo do Bleda, torej to je nekje najdaljša pot, ki jo imajo, ker morajo v tem določenem segmentu se tudi potem vrniti pravočasno na ladjo. Delamo pa seveda na tem, da bi imeli homeport, kar pomeni, da se potem 2 dni pred prihodom, pa 2 dni po odhodu, to so statistike na svetovni ravni, ti potniki ponavadi ostanejo v destinaciji. In seveda je Slovenija relativno majhna in bi to veliko pripomoglo tudi k razvoju tega segmenta. Morda zanimivo, če ste že vprašali v ladjah, je poraba po potniku. To analizo nam je delal individualni oziroma neodvisni inštitut iz Benetk, ki so nam zmeraj očitali, da kar prirejamo malo te podatke, kar nam paše. No in smo bili vsi nad podatki izredno presenečeni, ker smo pričakovali, da ti potniki porabijo bistveno manj, kot smo mislili. Dejansko porabijo 77 evrov po potniku in približno 26 evrov člani posadke. Za primerjavo ne povem, da v Benetkah porabijo 110 evrov in je za Koper oziroma za Slovenijo, ker tukaj so vključeni tudi izleti, da ne bo pomote, ni samo kar kupujejo, ampak tudi izlete, ki si izberejo, se nam zdi ta številka zelo velika, tako da imamo recimo letno 5 do 7 milijonov evrov prihodka z tega naslova, kar je vse prej kot zanemarljivo. Pa bi lahko hitro posledimo vaš primer, da se ne bi vaši potniki nam v Kranju petili, smo delali ne Glavne aktivnosti Zavoda Koper Otok so bolj namenjene domačinom. Ta turistični plus je super, da je, hvala Bogu, da je, marsikomu močno pomaga. Glavnina pa je privabiti nazaj domače prebivalce. Zato, ker predvsem tisti iz predmestij več ne hodijo nakupovati v mestno jedro, ne hodijo tako pogosto v mestno jedro, ampak rajši zavijajo v shopping center, ker jim je bolj priročno, ker so se tako navadili. In sedaj jih probamo mi navaditi nazaj, da je lepše in lažje se sprehajati po starih ulicah z bogato kulturno dediščino, da to neka dodana vrednost, da te majhen podjetnik oziroma trgovec v butiku drugače postreže kot neke korporacij, kjer je ponudba ista po celem svetu. Tako da za potnike pa super, da so, ja. So različni tudi potrošniki. Mene smete z kakšnimi takimi zadevami vprašati, ker tlele vam pa lahko še 15 ur govorim, ker to je pa moja ta prva ljubezen, ne. Ni konca. Hvala, tle samo še dodam, v bistvu namen vseh teh delavnic, ne, je zainteresirati, se pravi, posamezna mesta, občine, podjetnike, da začnejo ustanavljati neke modele, ali so to združenja, da se povežejo z občinami, da začutijo, da je ta projekt možen. Kasneje, jaz upam, da še naprej z našo pomočjo finančno, se pravi ministrstva, pa vzpostaviti profesionalne menedžerje, ki imajo to funkcijo, da prepoznajo prazne prostore, da združijo potrebo, bolj normalen ljudski način. In tukaj se čaka v bistvu vmes, da razvijajo, kaj je ta zgodba. Koper je, pač vsi ladji nimamo, ne? Ne, ampak je res, zato so se odrasla, ne? Recimo, prej ste govorili o tem, da se prižigajo lučke, ne, novoletne. V Ljubljani je to katastrofa. Tisto dan, ko se lučke novoletne prižigajo, ne moreš priti do mesta, ne moreš priti iz mesta, ne moreš nič. V bistvu bi bilo mogoče razmišljati, mi si želimo predvsem spodbuditi na osnovi vseh teh izobraževanj, interes ljudi za neke skupne promocijske akcije, se pravi na nekem nacionalnem nivoju. Zakaj ne bi bilo to prižiganje lučk, pa vi Ljubljančane sem potegnete, ker jaz tisti danes že si definitivno ne želim videti lučko v Ljubljani, ne, ker ne moram gledati resno. Ne, do Kopra mi je daleč, ampak do Kranja nam je pa blizu. V bistvu si mi tukaj želimo kot spirit doseči, da se trgovci, podjetniki začnejo prepoznati v enih skupnih akcijah, ki bi jih lahko na isti dan naredili čisto po vseh občinah v Sloveniji. Prvič, to pa drugič, ne, recimo, zdaj zgleda, skakaj, da predavamo, Bog ved kaj, kada je, ni res, vsi imate te možnosti in vsak že veliko dela
Tako da to, kar je Tomaž na začetku rekel, da reči oživljanje mestnih da se zelo strinjam. Ne? Vsa mesta so živa in zato so tudi in turistične organizacije in občine za to poskrbele. Problem je bolj, kako to dati na nivo, da je to konstanta. To je največji problem, ker ti recimo lahko danes ne imaš malo več denarja, pa daš, ampak da pa te stvari postanejo tradicionalne. In to, kar smo mi na začetku delali recimo v marcu mestu za dan žena, to je skupni projekt, kjer je bilo tudi, mislim, da 7 ali 8 občin, razvajaj se v mesto, mi smo istočasno ob isti dan, torej 7. in 8. marec, vse ta mesta po Sloveniji se dogovorili, da bodo vse gospe, ki bodo v kakršnokoli trgovino, ki je v tem kontekstu pristopila, dobile rdečo vrtnico. Ne zgleda Bog ved kaj, ampak to, da recimo lahko na nivoju Slovenije nekaj takega dosežemo, da vsi to naredimo, se mi pa zdi en velik korak. In to je recimo ena zadeva, naslednja stvar, lahko naredimo otroški festival v začetku šolskega leta, da se recimo na nekaterem majhnem, mi smo celo v Kopru razmišljali tako, da bi določene trge v starem mestnem jedru dobesedno poistovetili z enim dogodkom. Recimo trg, ne vem, dol rečemo Budi, bi bil trg, kjer bi bil namenjen za otroke, tam bi postavili določena igrala, kako se lahko tudi otroci v starem mestnem jedru igrajo, oziroma kakšne so tiste možnosti, ki imajo, da se tam družijo. En drugi manjši trgic bi bil namenjen za recimo poezijo, ker je bolj intimen, in dati vsakemu trgu en svoj smisel. Ne? To je zdaj naš naslednji korak, ki bi ga radi, bomo tudi ta projekt nekako predstavili. In to so tudi stvari, ki bi lahko bile recimo izredno zanimive, so te tako imenovane storytelling. Vsako mesto ima sigurno neko svojo maskoto ali pa nek zgodovinski dogodek, ki je izredno, kako bi rekla, označuje to mesto, in to naj bi recimo leitmotiv bil tega mesteca. In iz tega se pol dela zgodbice, tako da tega je po Sloveniji ogromno. Ali smo mogoče mi smo malo bolj lajavi, če sem tako čisto poštena, ne? Znamo malo marketinško delati, Primorci pač, ne? Ostali ste pa malo bolj zaprti, pa ne vem, kakor da, jaz recimo, ko hodim veliko po teh mestih, se zmeri mislim, kaj bom jaz povedala, na koncu gotovim, da so nekateri bistveno pred nami in da znajo bolj pristno določene dogodke narediti, le da jih ne znajo morda tako promovirati, recimo. Ne? Tako da recimo tipičen primer je, vse imamo tudi primer Novega mesta, ki vse so imeli narejeno. In pa, ko smo jim prišli predstaviti, kako smo se mi združili, naslednji dan so oni ustanovili zavod in funkcionirajo, da jih je veselje gledati, tako da so nas po nekaterih stvarih bistveno presegli. Ne? Dobro, ajde. Če sem to razumela, bi zavod hotel približno 10.000 evrov letno na podlagi razpisa. Občinskega pa me zanima, a v prvem takem razpisu, ko je zavod dobil sredstva, a ste vi za to povečali razpisno kvoto, ali so na recimo ta račun, če na vedicah rečem, drugi manj dobili? To ne pomeni, da obstaja poseben razpis za zavod Koper Otok. To so razpisi, ki so enaki za vse. Tukaj se govori o razpisu za sofinanciranje prireditev, ki je eden od teh glavnih turističnih razpisov občine Koper, na katerega se lahko prijavi vsak. Tudi zavod Koper Otok se prijavili enako kot kakršenkoli drugi prijavitelj. Torej nismo dvignili sredstva, če to mislite, prav zaradi... Ne. In potem v sklopu tega, da zavod Koper Otok organizira približno 4 do 5 prireditev, se dobiva nekje med 5 do 7-8 tisoč evrov. Drugače teh neposrednega finančnega toka med občino in zavodom Koper Otok ni, saj tudi ga ne sme biti oziroma ni potrebno, da je. So pa zelo pomembne te druge oblike podpore, naprimer stojnica, ki dobiš lahko uporabo, pomoč pri dovoljenjih, pri opremi, pri organizaciji prireditev in tako dalje. Plačamo koordinatorja, ne? To je tudi na letni ravni, to tudi nekaj znese. Ne? Ja. In človek je v tem primeru, po moje, bistveno bolj racionalno uporabljen denar, ker veš, da se dejavnosti dogajajo in da imaš nekoga, na katerega se lahko zmeri obrneš. Ne vem, če poznate, v Kranju smo imeli city managerko, ki je zelo dobro začela svoje delo delati, ampak se neki vpliv zgubil zdaj, ne vem, kje smo ostali. Tako da mi smo imeli en tak zelo dober model, tudi tukaj je prisotna, je začela zelo dobro delati, nas povezvati nekako, ampak zdaj v letošnjem letu je pa to
ne vem, je prevzel nekdo drug to njeno funkcijo, ali sploh še kdo dela to in imeli smo city managerja. Super, se pravi, da ste v bistvu ni bili bolj pridni kot mi. Ampak Ampak tlele vam tako povem, zakaj sem na začetku rekla, kar izrednega pomena. Ta sinergija med lokalno oblastjo in med trgovci je bistvenega pomena, ker vi morate imeti tudi to tako imenovano politično voljo, da se to naredi. Ne? Ker če te sinergije ni, vi delate, ste lahko, recimo, zelo tak primer je recimo včasih bilo Celje, ne? Ker nekako se niso uspeli, trgovci so na eni strani nekaj delali, občina približno niti ni vedela, kaj se dogaja, torej se zadeve vozijo usporedno in ni učinka, ne na eni, ne na drugi strani. Ne? To povezovanje, govorim to, kot je se pri nas zgodilo, ampak sem prepričana, da je do ključnega pomena, ne? Da najdete prave ljudi na eni in na drugi strani in da začenjate v občini, kot zmeri, jaz sem privatnica bila celo življenje in sem zmeri rekla, da fiksna občina nikoli nič za nas ne naredi. In to je generalno gledanje trgovcev in podjetnikov na občino, da pač ni sposobna pomagati pri določenih stvareh. Je pa tudi res, da če ste združeni, da ste dober, močen sogovornik, bo tudi občina prisiljena poslušati, pa ne skušati z vami najti nek kompromis. Jaz recimo, če kakšno stvar naredimo in se 50 trgovcev obrne na nas in nas smo hitro uredimo. Odgovor na to vprašanje. Kje je zdaj ta naziv v bistvu? Mestna občina Kranj ima city managerko, se pravi, ta funkcija še obstaja, ta oseba je na mestni občini Kranj, to je gospa... Jaz ne poznam, nisem vedel si na... Ja, to je gospa Nada Bogataj-Kržan, poznate, ona je danes drugačno dopustil, ampak drugače ste zelo lepo tudi pozdravljeni, tako da tudi jaz prenašam v njenem imenu te pozdrave naprej, se pravi, mesto ima to funkcijo, zdaj, kot vem, ima v bistvu še tudi druge zadolžitve, poleg tega, da dela kot city manager, ampak se pravi, v mestni občini Kranj ta funkcija obstaja, je pa res, se pravi, Petra Polak je premila, ne? Ja, sem samo zgubil ker spet smo bili večkrat v kontaktu z Nado Polmankar. To je pa ne vem, da se to spodano to že nekaj časa nazaj, se pravi, ne v letošnjem letu, ampak tak prenos je bil že prej narejen, ker jaz sem tukaj odprl... Samo rugale Petra, ne, ko smo dobro začeli, da je ena stvar. Prav ste šli iz neformalne, Jaz mislim, da pa stoji pesmi že duša. Kako? Določen del mi že obradujemo, ampak se malo zgubljamo. Jaz sem zelo hvaležna, res je hvala. Sam to še v oporu Nadino, da jaz sem imela takrat drugačne zadolžitve, kot jih ima pa Nada Bogataj-Kržan zdaj, tako da mogoče njeno delo ni city manager trenutno, v celoti, tako da sam to Torej, seveda jaz bi rada zadevo zdaj počasi pripeljala k kraju. No, na začetku je bilo omenjeno, da smo dobili nagrado za European Enterprise Promotion Awards v Luksemburgu in dejansko je Slovenija, Spirit, torej Ministrstvo za gospodarstvo in agencija Spirit v tem modelu, ko smo ga mi v Kopru naredili, prepoznala zanimivo prakso, poslala ta projekt Evropski komisiji, če se ne motim, točno ne vem, kako je do tega prišlo. V glavnem, so pač Sloveniji in to nagrado podelili in tako da smo bili zelo, ko bi rekla, ponosni. Moram pa zdaj ne me poslušati, ne poslušati. Sem pa po eni strani bila malo razočarana, ker je Slovenija poslala samo ta projekt v ocenjevanje in da je toliko podjetniških zgodb in toliko zanimivih zadev, ki se na področju podjetništva dogaja na Sloveniji in da je bila to edina stvar, ki smo jo poslali v Evropo, se meni zdi tako malo, ne? Niste slišala?
Mal tako, ne, smo sicer zelo zadovoljni, ampak mislim, da imamo v Sloveniji veliko več stvari, ki bi lahko tekmovale, da nam pač zaradi eno tako zadevo, ki je sama po sebi normalna in jo občina in trgovci že normalno delajo, no, ampak je pa ni, da bi se. Je pa seveda zdaj za vse dobro, ne, da smo tako daleč prišli, ker je potem država prepoznala, da so dobri projekti in da bo tudi pri teh stvareh sodelovala, kar se mi zdi zelo spodbudno. Tako da smo jim prav hvaležni in vam seveda tudi, ki ste nas gostili. Tako da jaz bi s tem zaključila, ker smo presegli vse, kako bi rekla, urne postavke, kot se temu reče. Sam še eno stvar bi povedal. Jaz mislim, da je tako, kot ste tudi vi povedali, da je en koordinator oziroma city manager zelo pomemben člen pri povezovanju občine in pa gostincev in trgovcev, ker ponavadi, kadar smo samo trgovci in gostinci skupaj na kakšnem srečanju, se manjka en koordinator, ki bo vse te ideje naše oziroma društva, Ampak da vam zdaj, če vam lahko odgovorim, ne, ta prva poteza je na vaši strani, torej vi med sabo se morate najprej združiti v eno, bi rekla, v neko združenje ali ceh ali kakorkoli ga boste imenovali, ker boste tako lahko predstavili napram občine želje večine, ker če bo samo eden ali pa vsak posamezen hodil, tega premika ne boste naredili. Pravi, da je poteza v tem trenutku, mislim, da je mestna občina Kranj v tem naredila prvi korak, vam je dala to možnost, sedaj je pa absolutno zadeva na vaši strani. Drugi korak pa občina, ki postavi človeka za komunikacijo. Tako, in potem seveda se te stvari lahko, vse vi imate, mislim, kakor sem jaz spoznala tudi preko gospe Nade, zadeve postavljene, tako vi ste lahko v roku enega meseca zorganizirani, kakor jaz vidim situacijo. Zdaj bi vas pa nekaj prosila, glede na to, da delamo mi projekt tudi analize, kaj pravzaprav se dogaja za trgovci v določenih mestnih središčih in da bi radi potem po zaključku vseh teh predavanj, ki jih bomo imeli, tudi pogledali, kateri so tisti modeli, ki bi morda bili večini mest najbolj primerni, smo pripravili eno anketo, jaz vas lepo prosim, lahko jo izpolnite zdaj, lahko nam je tudi skenirano pošljete. Mislim, Mira, imamo naš mail tudi na koncu, zaradi tega, ker bi bilo potem ne samo za vas, ampak tudi na nivoju cele Slovenije izredno zanimivo videti, kakšne so realnosti po Sloveniji, kako daleč smo pri nekaterih stvarih. Poleg tega pa vam bomo za to predavanje, ki ste nas poslušali, izdali posebno potrdilo, torej da ste nekako in se že začenja uvajati v neke vrste, bi rekla, združenje trgovcev. No. Tako da bi jaz prosila, če mi boste dali to listo prisotnosti, da pač ta potrdila napišem in da jih vam potem dol na neformalnem srečanju razdelimo. Jaz upam, da ste bili koliko zadovoljni, upravičujem se še enkrat, ker to je zame prva taka predstavitev, nisem niti ne profesor, niti nek strašen govornik, ampak govorimo bolj iz lastnih izkušenj in da ste morda uspeli dobiti vse neke osnovne informacije o tem, kaj smo pri nas naredili in tudi da recimo skrajšate to obdobje, ker se pravi, Avstrijci so to delali 15 let, mi smo uspeli v 5 letih, pa vi boste tudi v 2. Ja. Hvala lepa. Hvala. Najprej hvala lepa vsem, ki ste danes prišli sem na tole današnjo delavnico. Potem hvala lepa predstavnikom Spiritu in državi, da ste pristopili zraven k tem projektu in vam želim tudi uspešno nadaljevanje s temi projekti po Sloveniji. Še posebej bi se rad zahvalil gospe Jani Tolja pa gospodu Miranu Košpendi iz občine Koper, da sta prišla danes sem in predstavila tale primer dobre prakse. Jaz, ko sem to poslušal, sploh zdaj tukaj na koncu, sem dobil idejo, bomo tudi mi lahko vam prišli predstaviti kakšne primere dobre prakse, ampak vsekakor je pomembno, da ta komunikacija med nami poteka pa
da mi slišimo, v čem ste dobri, kaj ste dobrega naredili in kaj lahko prenesemo v Kranj, kaj se lahko od vas naučimo. Saj to, kar sem jaz videl, glavna stvar, ki se lahko prenese v Kranj, je to, da se lahko v Kranju, mislim, da zelo hitro formira ali zavod ali društvo ali združenje trgovcev in gostincev in ste skupaj eno telo, ki se lahko pogovarja z občino Kranj. In ja, to se res lahko zgodi v enem mesecu, tako da ta pobuda je dobra. Jaz upam, da jo boste zelo hitro tudi realizirali in se bomo potem naprej pogovarjali. Pol je pa, to je zdaj tisti prvi korak, pol je pa potrebno še veliko korakov narediti naprej, da bomo prišli, ne vem, na neke take številke, kot so recimo kakšni primeri dobre prakse iz Avstrije, ki je šele iz Anglije. Tako da zglede imamo, dajmo jih gledati, dajmo jim slediti. Jaz bi se vam rad zahvalil zdaj na koncu v imenu občine Kranj in pa še posebej v imenu Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Mi smo nekako dali, bom rekel, to glavno pobudo, no, da je do tega srečanja danes prišlo, tako da upam, da boste cenili to, kar Zavod za turizem in kulturo dela, to, kar je v naši moči tudi za to povezovanje v Kranju, pa za to, da se Kranj in pa turizem v Kranju razvija.